Je Miran že povedal, je zdaj z nami naš član Rajko Škarič, v katerem v tej uri, v tej dobri uri si bomo kar vzeli mogoče malo več časa, ker je zelo pomembno, vsaj jaz tako vidim. Oblikujmo kolektivni odnos do njihovih manipulacij. Se pravi, z nami manipulirajo zdaj že slabi 2 leti. V tej uri bomo govorili o pomenu ustanavljanja skupnosti, ki se glede na organsko dogajanje v družbi že počasi, zelo počasi oblikujejo. Ker večinoma ne poznajo ljudje temeljnih lastnosti skupnosti, se poskusi vrstijo in po nekaj neuspelih poskusih mnogi ljudje in posamezniki izgubljajo zaupanje, ker se še vedno najdejo ljudje, ki želijo svojo strokovnostjo ukazovati, prevladovati, nadvladovati, avtoritativno z lastnim interesom voditi. In menimo, da je skrajni čas, da spregovorimo o tej precej pereči tematiki oziroma zelo aktualni potrebi. Torej, Rajko, dobrodošel med nami, predajam ti besedo, ker iz tega področja nisem največji strokovnjak in ti želim, da res predstaviš našim članom in seveda tukaj live na Facebooku, tako da dobrodošel. Morda si tudi dobro kaj zapisati, vzeti kakšen svinčnik, ker bojo informacije zelo zgoščene. Rajko, izvoli. Hvala lepa, dober dan vsem skupaj. No, zdaj ponudila se nam je ta prilika, da dejansko v teh naših zoomih povemo tudi nekatere stvari, ki so zdaj vsaj po naših izkušnjah zelo aktualne, če ne še celo zelo aktualne. In sicer veliko vprašanj dobivamo z različnih koncev Slovenije, ker je pač naša dejavnost bila tudi taka še prej, zdaj bo tega že skoraj 30 let, na kakšen način skomunicirati določene stvari, ki so v tem polju aktualne. Sem prišel danes do tega, da se z Mihaelom dejansko ugotovila, da bi bilo skrajni čas ali pa še celo pravi trenutek, no, da dejansko probamo to danes vzpostaviti, pa ne čakati več na neko naslednjo soboto. Gre predvsem za to, da se malo pogovorimo o skupnostih oziroma o tem, kako v danem trenutku, ker beseda skupnost je precej širok pojem, ljudje si različne stvari predstavljajo, potem dejansko povemo neke smernice in te smernice bi danes povedali bolj kot vsebinska lastnost teh skupnosti, bolj kot neka pravila, ker pravil praktično ni. So pa določene zadeve, ki se jih je dobro držati, zaradi tega, da se nekako dolgoročno lahko te stvari tudi pripeljejo do cilja, ne samo nekega združevanja. In to, kar je Mihael uvodoma povedal, precej ljudi je hodilo na različna srečanja, ker so se z različnimi pobudami dobivali, vendar so naleteli na verjetno človeka ali skupnost, ki je bila precej široka, precej nefokusirana, po eni strani potem tudi pride do svaštarenja, po domače rečeno, ne? In takrat ljudje izgubijo zaupanje in odidejo. Zdaj, poanta vsega tega je, zakaj bi sploh o tem govorili danes, oziroma neko primerov sem naredil, primera dejansko, ki prezentira, ki prezentira pravzaprav neko prilagajanje, kaj se mi pravzaprav danes gremo oziroma kaj se večina gre. Tale slika, ki jo vidite v prezentaciji tega motorista, ponazarja pravzaprav en zelo zanimiv primer. Recimo, da imamo v hiši, v stanovanju imamo sršena. Tega sršena mi ne želimo odstraniti, ampak se želimo pred njim zaščititi, ker bi nas on lahko pičil v telo, da imamo motoristično opremo, dobro, kakovostno, da slučajno ne bi pičil skozi tisto usnje, tekstilni pomembno, pa še ščitniki so in tako naprej, se počutiš varno. Ker te lahko v noge piči, potem še škornje, pa rokavice damo tudi, zaradi tega, ker lahko v roke dobimo pik. Medtem se sršeni množijo in jih imamo kar nekaj v stanovanju, potem še bav damo, zaščitimo vrat, pa čelado damo gor in zaščitimo glavo. In praktično tako, kot vidimo na tej sliki tega motorista, začnemo hoditi po stanovanju. In se
te sršeni namnožijo tako, kot se množijo zdaj naši odloki. Ne? In se potem samo še ščitimo, ker konec koncev mi ugotavljamo naslednje. Ljudje grejo na neke proteste, naslednji dan so z maskami in se držijo vseh teh odlokov. In dejansko gremo na to, da se prilagajamo. Ne? In če se mislimo prilagajati, potem bo to prilagajanje šlo v eno tako skrajnost vprašanje, kaj je smisel potem vsega skupaj, kaj je smisel našega življenja, kaj je smisel sploh našega obstoja, našega druženja, naše socialne bitnosti v družbi. In znotraj tega smo prišli do zaključka, da zdaj tega prilagajanja bi moralo biti že skoraj konc. Ne? Oziroma tega prilagajanja bi moralo biti na nek način, nek limit bi moral biti, ker bi se zdaj morali zmeniti, kaj je pa zdaj. Ne? In ker država tega ne bo naredila in nima niti interesa, da se zmeni karkoli niti z nami, niti sami sabo, izvršujejo dejansko določene ukaze, ki grejo s to agendo, kot so si jo zapisali naprej. In gre do nje skrajnosti, ker se mi ne bomo mogli več prilagajati, ampak bomo dejansko požrli vse tisto, kar bomo dobili ponujeno. Iz tega naslova pravzaprav prihajamo zdaj do zelo zanimive stvari, ki se sprašujemo res, zakaj bi se sploh na to temo pogovarjali, zakaj bi sploh bilo zdaj to aktualno in kaj se pravzaprav zdaj sploh dogaja, da dobimo neko upravičilo, da mi zapravimo zdaj tukaj 1 uro. Ker nobenemu ni do tega, da bi zdaj visel 1 uro tlele za neko stanje, ki je v družbi, ker pravzaprav vsi vemo, kaj je v družbi. Vprašanje je samo, kako mi zdaj to skomponiramo v eno celoto, da naš človek, da mi pravzaprav po naših vseh mestih in tako naprej ne jemljemo mejo kot mejo, ampak da velja dejansko za širšo človeštvo, kako dejansko v nekem trenutku, kot se kaže tudi po ostalih državah, lahko speljemo določene aktivnosti in kje se določene stvari premaknejo, da človek ne hrani to v sebi in to stisko v sebi drži, ker bo zgnil. Če bo to držal v sebi, bo dejansko zgnil. To je treba spraviti ven iz sebe. In iz tega naslova dobimo neko orientacijo, kaj s tem narediti naprej in kaj sledi, kakšna organizacijska struktura sledi, čeprav se ne bi tega izraza zdaj sploh uporabljal, ampak recimo z neko poznano logiko gremo v to, da se zorganiziramo, da nekaj naredimo. Tukaj bi mogoče Mihaela prosil, iz tega konteksta, ko smo se pogovarjali, kaj je sploh namen tega, da se mi zdaj pogovarjamo na to temo? Hvala, Rajko. Izzval si me, ne? Ja. In se pravi, skrivnost je, dragi moji, v odnosu. V odnosu je pravzaprav vse. Ta odnos gradimo, ali ga ne gradimo, ga oblikujemo, ali ga ne oblikujemo. In zakaj bi se pravzaprav o tej temi mi sploh danes, tako kot si ti lepo povedal, 1 uro pogovarjali, ali zapravili čas, ali ga obogatili. A ne? Oblikujemo odnos do njihovih manipulacij, sem te napovedal na začetku, in pravzaprav zakaj o tej temi. A veste, ko se kruh mesi, ko zamesimo vse sestavine skupaj, je ta materija pripravljena za peko. In mi smo po 2 letih pripravljeni za peko. Mi smo pripravljeni. Odtujeni smo od sebe, v strahu, v skrbi, v jezi, v žalosti, ali pa če želite z druge strani pohlepu in od sočloveka odtujeni, oddaljeni. Smo družbeno in socialno totalno razbiti. Kakorkoli vzamete, kjerkoli se človek pojavi, zdajle smo res razbiti. Povsod so postavljeni pogoji, povsod so postavljene pregrade in tako naprej. Zakaj o tej temi? Rajko je dobro vprašal, ker nam kradejo čas z neštetimi neumnostmi, od otroka do starostnika. Pa zdaj, če tukaj vzamemo vso propagando, promocijo, igrice, ki se jih grejo, poslušamo, da kostanje jemo zato, da padajo lušine po tleh, se sprehajamo, kuhanega vinčka pa ne moramo piti in take igrice. Zakaj o tej temi pravzaprav danes govorimo? Ker so dosegli visoko stopnjo poneumljanja, poenostavljanja, manipuliranja, skorumpiranosti. Ponovno vprašam, zakaj danes o tej temi? Ker nas potrebujejo na vseh ravneh. Preutrujajo na vseh ravneh. Ker je situacija prekleto resna. Ker posledično težko zaupamo komorkoli,
Poglejte, nastajajo skupine, potem se med seboj skregajo, nastajajo razne iniciative, ki tekmujejo med seboj in tako naprej, namesto da bi se povezali in delali skupaj tam, kjer je res potrebno in ozaveščali za vse tiste ljudi, ki pač to potrebujejo in se še prebujajo. Zakaj v tej temi? Ker kot posameznik nismo poznavalci vseh aktivnih področji. Tale svinčnik lahko opazujem s 360 stopinj in vsak ga bo videl svojega konca, lahko ga tudi takole opazujem. In vsak vidi tisto, kar je sposoben videti, oziroma za tisto, kar je sposoben. Svinčnik samo kot primer, vzamemo pač stvari, takšne kot so. In veste, kaj je najbolj pomembno, ker odreagiramo počasi. V mislih imamo, sej bodo drugi rešili, sej so zdaj tam, so protestirali, 100.000 ljudi je protestirali, en dan in zdaj smo mi v Sloveniji največji protestniki v Evropi in mi smo zdaj problem rešili. Nič nismo rešili, ker naslednji dan je spet vse isto in še hujš. Zakaj o tej temi? Ker ima posameznik svojo kredibilnost, svoj individualni osebni pogled na določeno zadevo. Kolektivno se ustvarja priložnost širše slike in zato, ker je naša primarna nota kolektivizem, socialno sočutje, humanost in solidarnost. Zakaj o tej temi ponovno sprašujem? Ker potrebujemo izražanje kreativnosti na vseh poljih življenja. Zato, dragi moji, ker zahtevamo zdravo, vitalno in svobodno družbo. Zato o tej temi, Rajko, prosim, če nam poveš več o tem. Jaz bi šel zdaj z vsebino tako naprej, da se pravzaprav navežemo neposredno na slogan, ki ga ima Društvo Belis. Tukaj za mano je zapisano, za srečo je potrebna svoboda, za svobodo je pa potreben pogum. Zdaj, kaj je zanimivo pa vsem tem? Mi danes to, kar doživljamo, marsikdo je pogumen doma, marsikdo je pogumen skrit v fotelju na Facebooku, na Instagramu in tako naprej. Ta pogum dejansko je treba dojeti, da pogum je pravzaprav izražanje. Pogum predstavlja v tej situaciji kakršnokoli izražanje po svoji vesti in tudi do te skrajnosti, kot jo čutite v svoji vesti. In zaradi tega se posamezniki zdaj malo zgubljajo, ker eni so malo bolj spretni, eni so malo bolj sposobni, eni so organizacijsko bolj sposobni, eni so nerodni, eni so počasni in tako naprej, ampak to ne glede na vse se postavlja vprašanje, kaj je tukaj noter. Kaj mi čutimo? Kaj je tisto, kar nas izpolnjuje? In ko mi čutimo enkrat do sebe, do svojega otroka, do svoje družine in tako naprej, neko nevarnost, neko situacijo, ki nam spreminja odnos do sebe in do posameznika, takrat mi dejansko odreagiramo, mi to hoteli ali ne. Odreagiramo tudi s tem, da ne reagiramo. S tem, ko ne reagiramo, smo tudi odreagirali, pač ne odreagiramo. In tukaj treba pač vedeti, da oni računajo na zaspanost, to, kar je Mihael povedal v teh zabavah, v poneumljanju, v otopelosti. Oni grejo za tem, da mi pravzaprav ne odreagiramo. In tudi odreagirajo ne bo cela Slovenija, odreagiral bo majhen krog ljudi. Zdaj, kako in zakaj bi se pa po teh slikah, ki jih imamo zdaj tukaj, teh prezentacijskih slikah, probali nekako se narediti to, da lažje vodimo zadevo, da boste lažje sledili. Tisti, ki na Facebooku nimate te slike, bom poskušal razložiti, zakaj gre. Ko oblikujemo kolektivni odnos do teh stanj, teh manipulacij, ki jih imamo trenutno, dajmo tisto, kar je Mihael prej omenil, mogoče samo bežno preleteti, ker s tem se danes ne mislimo ukvarjati. Na prvem mestu imamo dejansko hrano. Hrana kot taka, kar je že Miran povedal uvodoma. Za hrano moraš sam poskrbeti, da boš kakovostno hrano dobil. Govorimo o kakovostni hrani, ker drugače imamo na trgu vse svašta po domače rečeno. Od tega, da so patentirana semena, tretiranje semen na tak in drugačen način, pridelava, predelava, priprava jedi. Kar se hrane tiče, vemo, da smo na robu dejansko nekega zmožnega ali pa zdravega življenja. Cilj je zastrupiti čim več ljudi, to je dejstvo. Pitna voda, imamo vse živo v pitni vodi, strupi v zraku, strupi v vodovodih in tako naprej. Avionske sledi, ki so na nebu z vsemi svojimi sestavinami, o katerih smo že govorili. Potem 5G tehnologija,
5G sevanja, ki so potem, 5G sevanje je pravzaprav, 5G je tretiran v njihovi agendi še na načine, ki jo tukaj sploh nismo omenjali in ki niso niti raziskani še. Kaj bo to še vplivalo, kako bo vplivalo, kaj je to vplivalo na ta četrto generacijo industrijsko in tako naprej. Skratka, ta transhumanizem je tukaj notor tudi upleten, o njem ne bi danes diskutirali, ampak vse to je že aktualno. Potem naprej imamo ta medicinsko, farmacevtsko, policijska in vojaška naveza. Ta vedno, ko se je pojavljala kot naveza skozi zgodovino, so oni vedno in vselej delali isto sceno. To je bil Mengele isto. Je bila vojska, policija, farmacija in cela ta medicinska stroka se je zbrala, da bi to zaščitili in da bi to na nek način speljali, podobno kot svinjske gripe, španske gripe in vse, kar se zdaj dogaja. In cel kup enih stvareh, ki jih imamo mi dejansko kot problem. Torej, če rečemo vsemu temu, kar je zdaj našteto, neka naša problematika oziroma nekaj, kar je dejstvo, da se dogaja, imamo pravzaprav v nekem drugem koraku vprašanje, a mi to sprejmemo. A veste, tukaj se postavlja vprašanje, a mi to sploh sprejmemo. In človek se mora dejansko vprašati vsak pri sebi, a mi to sprejmemo. Še enkrat poudarjam, to sem že zadnjič na predhodnem, takrat, ko sem govoril, ena ključna zadeva je, da mi pravzaprav, ko smo tiho in ko ne reagiramo in ko se strinjamo in prilagajamo, mi pravzaprav vse to sprejmemo. Mi se zdaj pogovarjamo predvsem o tem trenutnem stanju in tem ne bi sploh imenoval to tako, kot se imenuje, ampak recimo, če rečemo te terapije, genske in tako naprej, skratka te neumnosti, ki se zdaj dogajajo, je samo en segment. Hrana, zrak, manipulacije na vseh možnih koncih, smo kar pozabili na vse skupaj. Zato, če se, kar je rekel Mihael na koncu, zahtevam kakovostno hrano, kakovosten zrak, kakovostne odnose, zahtevam. Se pravi, črta, določen stvari se ne strinjam. In ker se posamezniki tega ne vprašajo, vsak se ne sprašujejo tega, ampak imajo nek fokus, mali fokus, da se oni z nečem ne strinjajo in to jim ne ustreza, ti trenutek skačejo in dejansko hočejo na vrat na nos narediti neko zadevo in zato tudi določene skupnosti propadajo, ker ne vidijo celote. Potem pa še druga zadeva. Zdaj, če se s temi navedenimi in pripadajočimi dokaznimi gradivi, ki jih oni izvajajo, strinjam, ok, se pa strinjam. Če se pa ne strinjam, je vprašanje, ali želim kakšno spremembo narediti. Zdaj vidimo, določene skupnosti se ustvarjajo izključno zato, ker je otrok v navezi, šolstvo v navezi, ravnatelji, župani in tako naprej. Ampak to je majčken segment celotne manipulacije, ki traja že desetletja. To je tista poanta, ki bi jo radi uvodoma povedali danes in zaradi tega je ta tematika toliko bolj aktualna, ker dojamemo celoto, ne samo neko iglo kot tako. In zdaj, če je to problem, ki ga želimo spremeniti oziroma odpraviti, potem moramo iskati rešitev. In če sam pri sebi razčistim, da mi to ne ustreza, da to ni v redu, da je nekaj treba narediti, potem želim spremembo, potem želim nekam priti, da bom to spremembo speljal, ker sam jo doma ne morem speljati. Zato se določeni ljudje družijo v društvih, v določenih skupnostih, takih in drugačnih, oziroma so določeni ljudje, ki želijo narediti konkretno nekatere stvari brez filozofiranja in ne vem kakšnega nakladanja in brez teh vzorcev, ki jih imamo trenutno, ker te določene vzorce, ker smo že o vzorcih takrat govorili, treba odpraviti. Mi imamo še vedno v mislih neko stanje, ki ga ni več in tega je treba spustiti. In to je ena težjih nalog v življenju, spustiti določene stvari, ki jih imamo navezane, za katere smo zasvojeni in odvisni. Iskanje rešitev. Če želimo rešitev iskati, potem jih iščemo dejansko v teh povezanih skupnostih. Zakaj? To bomo pol kasneje povedali. Predvsem zaradi tega, ker bi radi to rešitev speljali in nekaj spremenili. Zaradi sebe, zaradi svojih otrok, naslednikov in tako naprej. Tukaj v svojih skupnostih imamo pa kaj? Vsak ima v svoji skupnosti župana, ravnatelja, šole, direktorje, gospodarstvo, zdravstvene delavce, socialno delo in tako naprej. Skratka, ugotovimo, da vsaka skupnost ima nekoga, ki to speljuje oziroma ki to zahteva v izvedbo. Se pravi, nas ne zanimajo zdaj Bill Gatesi pa in kdo še vse. Nas zanimajo dejansko tisti, ki v tem prenesenem smislu z njihovim plačilom izvajajo to isto v našem okolju. Upam, da sem dosti jasen. To moramo spremeniti. Da ti ljudje dojamejo, da so na napačni poti, da so podplačeni, da nehajo s tem, kar se gre, na tak ali pa drugačen način.
Kakšen bo pa način, bo pa skupnost že določila glede na karakteristiko in glede na znanje, sposobnost in vse skupaj, kar bomo zelo v nadaljevanju tudi povedali. Zdaj, če gremo naprej, se bomo te piramide, ki je zdaj tukaj na sliki, držali in bomo dvakrat, trikrat ponovili, da bomo še dodatno opisali, zakaj gre. Zdaj na sliki imamo eno piramido, za tiste, ki jo ne vidijo, bom povedal, da imamo na dnu piramide pač maso, ta plosko, ki je na spodnjem delu tega trikotnika, ne, predstavlja piramido. In največja površina, tam je tudi največ ljudi, dejansko je tam največ ponazarja, največ ljudi. In dejansko tam je problem, ki se pojavlja. In za ta problem je potrebna rešitev. In dejansko, če gremo na nivo višji po tej piramidi oziroma tem trikotniku, dobimo v sredini problem, ki ima vsebino oziroma interes po informacijah in primerjalnih metodologijah. Na koncu imamo odločitev. Torej, zakaj zdaj gre? Gre za to, da pravzaprav ta skupnost je pravzaprav interesno združevanje. Interesno združevanje, pa ta pojem je strahotno pomemben. Interesno združevanje. Jaz prvič, ko sem slišal to zadevo, in sicer to je bilo na Švedskem dolga leta nazaj, interesno združevanje nam tudi v Sloveniji poznan pojem, ne poznan pojem. Ampak ponazarja na zelo zanimivo zadevo. Mi imamo interes in na ta interes se grem zdaj družiti. Zakaj? Da slišim nekaj, da izmenjam nekaj, da mogoče pojem nekaj, da obogatim nekaj na to temo. Ampak dejansko interesno združenje predstavlja neko višjo noto, ker zakaj gre? Gre za to, da ti daš, če imaš. Ti se lahko daš, če se imaš. Če se nimaš, se ne moraš dati. Jaz nisem tukaj govoril zdaj o denarju ali o neki lastnini. Če se imaš, jaz sem in se počutim dobro. In se počutim poln energije. Zato sem danes tukaj z vami in zaradi tega bi rad danes nekaj prenesel ljudem. Ker če se ne bi imel, če sem v primanjkljaju, če bi bil zaradi čisto odsoten in so mi druge stvari bolj pomembne, kot to me danes ne bi bilo tukaj. Bi bil druga prioriteta, bi me prevzela. Prioriteta je to največja možna, kar si jo lahko predstavljam. Zase, za svoje otroke, za vnuke, za kogarkoli. In tukaj je zdaj priložnost, da nekaj premaknemo v tej smeri po neki logiki, tako kot ima tudi Belis v svojem statutu napisano, in matematična logika, ker je ta logika še vedno funkcionalna, kakorkoli obrnemo. S tem odnosom in s tem brezpogojnim odnosom do sebe in do drugih. In če gremo zdaj v to piramido še enkrat, imamo vsi skupaj dost norih ukazov in nadvladovanja, vsi imamo tega dovolj. Tako da tukaj v teh središčih, v teh skupnostih se ne sme pojaviti, oziroma lahko se pojavi nekdo, ki bo z istim vzorcem poskušal isto to početi in bo spet staro metal noter v to skupnost in spet starimi vzorci naredil isto, kot imamo danes. Tukaj mora biti svežina človeka, ki prihaja, in tisto, kar sem večkrat že v svojem življenju na predavanjih povedal, ti moraš dati sebe. Ko nekdo nekoga v službo vzame, ga vzame zaradi njegove pameti, zaradi njegove matematike, zaradi njegovega znanja, zaradi njegove sposobnosti, njegove hitrosti, njegove spretnosti in ga tam meri, a si ali nisi. Če te nekdo hoče pošteno službo vzeti, te je vzel z celega. Te je vzel z vsemi svojimi karakteristikami in so nekatere mogoče veliko boljše kot tiste primarne. In zaradi tega v skupnost človek prispeva sebe. Ko človek prispeva sebe, je dal največ, kar je možno. To se recimo v partnerstvu vidi. A si dal sebe v partnerstvo, a si dal sam svoje meso v partnerstvo, a sam svoje srce si utrgal, pa si ga dal v partnerstvo, a si dal v partnerstvo celega sebe. Vsa svoja razpoloženja, vsa svoja videnja, psihosocialno, duhovno, fizično prisotnost v harmoniji si dal nekomu, da s tem lahko dela kot sabo. Kje pol večje zaupanje? Tam, ker imamo znanje, ali tam, ker imamo celostnega sebe? Ker lahko rečem, lejte, danes se ne počutim dobro, slabo se počutim, ampak bom pa prisoten. En teden me ne bo, sem zbolel, nič hudega, bomo pa mi na sebe to naredili. Ja. Temu se reče solidarnost, temu se reče podpora, temu se reče kolektivizem, temu se reče vse, kar hočete. In zaradi tega, ker smo v okolju svojem, kako je Miha rekel, razbiti, ker so dosegali cilj, da so nas razbili, da so nas asociativno raztolkali na vse možne načine, seveda nekatere bolj, nekatere manj, se zdaj pojavlja interes tistih dokaj prisotnih, da ustvarjajo spet to navezo te socialnosti. Besedo ljubezen bi na koncu porabil, zakaj? Zato tega, ker mnogi ne vedo sploh, kaj to pomeni. To, da ti nekdo da samega sebe, je največ, kar ti lahko da.
Če ti dam svoj pulover, če ti dam svoj avto, če ti dam hišo, če ti dam karkoli, nekomu bo to mogoče res pomenilo več, kot če mu dam sebe, ampak s takim ne bi imel rad opravka. In ko govorimo zdaj, če se vrnemo nazaj na to sliko, ta problem, ki ga želimo rešiti s svojimi sosedi, s katerimi mogoče sploh ne govorimo. Mi niti ne vemo, kako se kdo obnaša, kaj počne in tako naprej, ampak imamo potrebo. Zdaj iščemo ljudi, ki imajo podobno potrebo, ki imajo približek te potrebe. Ampak kaj je to iskanje? To je dobesedno iskanje. To kot je recimo iskanje v nekem društvu, kot je iskanje v neki skupnosti. Tam, kjer imate ljudi, ki imajo dobesedno potrebo, sploh zdaj, ko se je pojavilo tole ogrožanje otrok, so določeni ljudje zelo odreagirali. Ampak zelo malih je. To je zelo zanimivo. Zdaj, a bo žrtvoval svojega otroka, pa rekel, ljudje ne marajo svojega otroka, ali je to nekaj drugega, ali je to sovraštvo do otroka, ali je to vehemenca, ali je to kaj drugega, to nas ta trenutek sploh ne zanima. Zaradi tega, ker v to skupnost lahko pride kdorkoli, ki ima potrebo. Ampak ta potreba mora biti poštena. Zdaj se bomo tukaj predvsej o tem pogovarjali. Ta potreba mora biti zelo odprta, poštena. Ta potreba mora biti predvsem aktivna, da se ti izraziš, da sploh poveš, da imaš potrebo in kaj bi rad naredil v neki določeni skupnosti. To je dejansko tudi potreba po druženju in komunikaciji, ker smo precej razbiti in niti ne komuniciramo, da ti ugotoviš, da tvoj individuum v skupnosti 10 ljudi že več vidi, več sliši, bolj se dopolnjuje in se počutiš fajn, ker to je človeška lastnost, da nisi sam sabo v neki jami. In kaj je pogonski medij skupnosti? Pogonski medij skupnosti, govorimo ne o motorju po kolesih po avtu, govorimo o gorivu, se pravi, kaj je tisto, kar poganja skupnost, to je potreba. Če potrebe ni, skupnost je brezvezena, so sploh ni potrebna. Ker tudi ljudje, ki pridejo tekmo gledati nek nogomet, sedijo tam na tribunah, ker bi radi tekmo gledali, potrebo imajo po zabavi pa po spremljanju svoje ekipe. V tej skupnosti morje, skupnost na tak ali drugačen način gledano. In še tisto, kar je potreba kot pogonsko gradivo, je še potreba po reševanju problema kot takega. To se pravi, kupenih potrebe po socialnosti, po druženju in tako naprej, ampak predvsem tudi po reševanju problema. No in če gledamo zdaj dejansko problem, ko smo enkrat že v skupnosti in imamo ta interes, da iščemo, potem je zelo pomembno, da imamo čim več ljudi, ker več ljudi več ve, različne stroke so, različni pogledi, različne potrebe so. In tudi ta moč je kolektivna solidarnost in pomoč. Aktivni fokus mora biti zelo pomemben, to pomeni poenotene potrebe. Aktivni fokus govorimo zaradi tega, ker aktivni fokus, če kdo fotograf bo vedel, da aktivni fokus pomeni, za vsako stvar boš ti izostril določen objekt, kakorkoli aparat obračaš, in fokus je tukaj tudi dinamičen. Gre predvsem zaradi tega, da je danes en problem, jutri bo lahko drug, zvečer o polnoči te kličejo, ker je že nek nov odlok in kaj boš naredil? Ja, usedli se bomo in bomo aktivni fokus usmerili na to, ker bomo probali tak problem rešiti. Zdaj, z leve strani ste opazili eno puščico gor ob tem trikotniku, ker imamo te 3 točke in imamo skozi Belis vmes. Društvo Belis je pravzaprav nekaj fenomenalnega, ena skupnost, ki omogoča kaj? Tisti, ki imajo probleme in imamo probleme, dejansko smo se združili in ta problem ima vsebino. Pri Belisu smo dobili dejansko to vsebino rešeno po pravni poti, po duhovni poti, po marsikateri poti še, tudi izven tega uradnega dela, ki ga zdaj dejansko gledamo in še v planih, ki so delani za naprej. In ta problem dobi vsebino in na tem, ko dobi vsebino, prav v tem segmentu je interes, da se iščejo rešitve. Mihael je tukaj tisti, ki bo na določenem področju zbral vse in pripravil rešitev v obliki nekega obrazca, s katerim greš lahko direktno v šolo, daš ovadbo, skratka, to je rešitev za problem, ki ga imaš. In tukaj govorimo dejansko že o taki zasnovi, ampak zasnova, ki je zdaj zastavljena za celo Slovenijo. Ko se pa vi pogovarjate v nekem krogu svoje skupnosti v neki vasi, v nekem mestu in tako naprej, tam je pa interes na nekem drugem fokusu, ali pa mogoče na istem, ampak ta skupina ljudi bo reševala problem in ga bo reševala s svojimi župani, ravnatelji in tako naprej. Direktno, neposredno.
Ne rabi čakati odločitve z Ljubljane, ne rabi zdaj čakati neko skupino iz Ljubljane, da bo poščal Mursko Soboto, recimo, ne. Mursko Soboto dela svoje. Smiselno bo edino to, da bomo mogoče neke smernice lahko imeli kot rdečo nit, ker vsaka skupnost bo imela svojo filozofijo, svoje ljudi, svojo strokovnost in svoje ljudi, ki bojo ugrajevali sami sebe in bo vsaka imela nek svoj, rečemo temu, profil. Seveda, tretja točka, ki je, ko se enkrat ta problem analizira, ko se dokazna gradiva prenese, ko se vse skupaj razčleni in tako naprej, imamo pa že možnost akcije oziroma možnost rešitve, odločitve, rešitve. To rešitev potem prilagodimo izvedbi in dejansko nek plan, ki moramo potem to speljati. Pa smo pa že v rešitvi. In tisto prvotno, ko smo rekli, hotel bi nekaj narediti, pa sam ne morem, potem v skupnosti pridemo do tega in kaj zanimivo še, mogoče še dodam samo to, da v to skupnost lahko mi vabimo kogarkoli, ki pride recimo iz Radovljice predavati, ker je strokovnjak na določenem področju, rabimo ga, da nam bo povedal nekaj, hvala lepa, odide nazaj domov in mi imamo ta know-how, ki ga potrebujemo na razpolago. To upam, da smo bili dosti jasni, da nisem bil prehiter. Imeli bomo dosti časa, da bomo potem na koncu še par besed povedali. In če se spustimo zdaj v ta trikotnik še malo bolj poglobljeno, zdaj na sliki imamo še vedno ta isti trikotnik, samo z drugo vsebino, pa bi šel tudi za opis tistih, ki ste na Facebooku. Na nivoju problema, ko še nisem v skupnosti, ampak sem v svoji filozofiji, v svojem odnosu, v nekem družinskem krogu med prijatelji, sodelavci in tako naprej, bolj prepričan ali ne, ampak dejansko ne toliko sfokusiran, kot bi želel biti, ker ne morem speljati rešitve, ker te matra rešitev. Ne? Če si tak, da si motor, vitalen in hočeš nekaj speljati in zadovoljiti svojo vest. Ne govorimo o tistih, ki to ne želijo. Govorimo o tem, ki to želijo. Se pravi, prispevam dejansko prisotnega sebe. Sebe prispevam, kar sem že rekel, to je največja vrednota, največja vrednost, ki se lahko predstavljamo. Se pravi, duhovno, psihosocialno in fizično. Duhovno sem dal na prvem mestu, ker fizično, telo daš lahko mimogrede, ampak sebe, celotnega, prisotnega, vitalnega, z energijo, ki lahko niha konec koncev, tako kot smo prej rekli. Ampak skupnost te bo zaznala, ker te bo spoštovala po tistem, kar si prinesel. S čistimi nameni, sočutjem in komunikacijo, z načinom izražanja, se pravi, način mora biti izraziti se. Nisi tih, nisi publika, nisi nekdo, ki bo navijal naši in stal nekje, da rečem kaj, ampak si tam aktivno zaradi tega, ker imaš to potrebo. In vsi, ki imajo to potrebo, zdaj te skupnosti, ki smo že nekako do neke stopnje organizirali, vam povem, to je tako življenje, ko mi ljudje čaka, to je klepetanje, to je vse živo, ampak v določenem fokusu, ker nekdo pa skrbi, da se ta fokus zgodi. Sočutjem komunikacije, z načinom izražanja, s pogovorom, kar pomeni znati poslušati in povedati, zaupanjem, solidarnostjo in spoštovanjem in seveda tudi na namestništvo je treba poskrbeti. Zdaj, tisto, kar se zdaj pogovarjamo v tem uvodnem delu, tem problematiki, ko nastaja problem, ko še kreiramo skupnost, je treba povedati tudi to, da je problematika, ki jo mi vidimo na naš način, oziroma na moj način je problem pobarvan. Jaz vidim problem, tako kot je prej Mihael rekel, svinčnik lahko vidiš 360 stopinj in vidiš drugačno sliko. Ampak gledamo isti svinčnik. Gledamo isti problem, ga bomo videli z različnih zornih kotov različno in z različnimi strokami različno. Kar pomeni, več kot nas je različnih v taki skupnosti, ki opišemo svoje videnje in se poslušamo, ne samo, da sedimo in gledamo, kaj bo nekdo zdaj tam povedal in bomo navdušeni, ker nam nekaj povedal in gremo domov. Takrat mi dejansko te barve pomešamo in dobimo ta problem, ali pa neko situacijo, popolnoma drugačno, kot smo se jo mi predstavljali. In v skupnostih je dejansko ena velika problematika trenutno, ker se hitro urinejo, to, kar smo uvodoma povedali, neki strokovnjaki, ki na tej isti metodologiji, kot jo imamo zdaj, poskuša zadevo peljati tudi naprej. Da ne govorimo tudi o ljudeh, ki so verjetno tudi že upakirani tako, da so njihovi in zadevo lahko minirajo, ampak pustimo to. O tem ne bi, ker vsaka skupnost ne pretekta svoje ljudi in dejansko tudi ugotovi, koga ima. To je odgovornost pač vsake skupnosti. Ko se zdaj dvignemo in ustvarimo skupnost, za skupnost ne rabite 100 ljudi.
Za skupnost so že 3 zadost. 3 družine, dost. Na te 3 družine, po vzorcu dobrega, kakovostnega, zavestnega dela, se bo marsikdo še priključil, ker ljudje rabijo vzorc. Vzorc kakovosti. Če je vzorc slabega odnosa oziroma vzorc svaštarjenja, recimo nekega takega nehodogramskega, kaotičnega dela, potem boljš, da se to ne dela, ker bo ta efekt bo porušil še tisto, kar smo mislili narediti. Se pravi, ko govorimo zdaj o tem, da mi imamo problem in smo se dobili kot neka skupnost in smo zdaj že v skupnosti, dejansko prispevam svoje dokazno gradivo, svoje znanje, materialno znanje in tako naprej, izrazam svoje stališča, ideje, vprašanja. Spoštovanje ostalih udeležencev, to je zelo pomembno, ker spoštovanje ostalih udeležencev je tako, v tej skupnosti se ne iščejo samo strokovnjaki. A je šivilja strokovnjak? A je čevlar strokovnjak? A je kmet strokovnjak? Bomo ugotovili, da so strokovnjaki čist nekaj drugega, kar smo mi do zdaj imeli. In bomo tudi ugotovili, da bojo bančniki malo brez službe, da bojo določeni IT-jevci brez službe. Pa bomo videli, kdo je strokovnjak. Veste, ko ljudje kličejo kmeta, da jim pove, kako se pira prideluje, obdeluje, kako pride od začetka do konca, ker bi radi nekaj naredili in bi radi svojo piro gojili in tako naprej, in pokličejo to osebo in se dobijo kot taki. To ravno kar teče ena taka skupnost v enem poznanem okolju, pa ga ne bom imenoval, ker ni potrebno, da se imenuje. Ampak hočem to reči, da spoštovanje udeleženca pomeni kogarkoli, ki je prisoten, ki je pripravljen karkoli narediti. Karkoli. Ker niti ne vemo še, kaj bo vse odzadnje. Pri tem rabimo odkritost, iskrenost, zaupanje, poslušati drugače misleče, to, kar smo prej rekli, kaj pomeni drugače misleče. Jaz svojo barvo pobarvam problem. In problem je zame tak, kot ga jaz vidim. Ko pridemo v neko skupnost in nekdo ta problem vidi popolnoma drugače, z neko kredibilnostjo, a bom jaz to sprejel, ali ne, je stvar moja. Če bom to sprejel, pa videl drugi zorni kot, potem bom verjetno iskal še tretji zorni kot, pa še četrtega in ugotovil, da je to ena kompleksna zadeva, ki je treba reševati zelo preudarno, zelo kompleksno. Seveda je potem, ko skupnost obstaja, treba preverjati vse novo prispele materijale in tudi spremljati, kaj se dejansko dogaja, da se tle ne zaspi, pa dejansko zapisati opis, narediti opis problema z možnimi odločitvami. Ko se enkrat pride toliko daleč, da se dejansko zapiše in se reče, zdaj smo pa pri teh točkah, ki jih je treba razrešiti in ena od teh bo odločitev. Ko gremo v akcijo oziroma v odločanje po tej piramidi oziroma tem trikotniku navzgor, ugotovimo, da se ta trikotnik na vrhu oža, kar pomeni, da je gor manj ljudi v tem trikotniku, od sobotih je največ. In tudi pri odločitvah, pri akcijah, pri tistih ljudeh, ki bojo to prevzeli kot kolektivno odgovornost in tudi poskušali nekaj narediti, so vsi prisotni. Cel ta trikotnik je prisoten pri teh akcijah in teh odločitvah in tudi vsi sodelujejo do konca, do tega, da se zadeva izvede. Je treba predvsem tukaj poudariti eno zelo pomembno zadevo, da moraš najprej ti fizično svoj rezultat, svojo odločitev sprejeti. Svojo odločitev, znotraj tega, kar smo se pogovarjali v skupnosti. Svojo moram sprejeti in potem tudi primerjati z odločitvijo skupnosti. Če se to ujame, potem prevzamem odgovornost, to, kar je tudi zapisano, in prevzamem kolektivno odgovornost. Ne glede na kateri točki tega trikotnika sem, je cela skupnost vedno za mano. In jaz v skupnosti. To, kar rečemo, kaj je kolektivna odgovornost, tukaj je kolektiv pol jasen. To so se ljudje, ki so se odločili, zdaj, če se pa še par skupnosti poveže med sabo, so pa še toliko močnejši. Iz tega delati akcijski načrt, kot je na oblikah hodograma, kdaj se bo kaj naredili in potem tudi to speljati. In to je dejansko neka, bi rekel, schematika odvijanja teh dogodkov v sami skupnosti. Če gremo zdaj pa še malo bolj podrobno, tukaj bi mogoče, zakaj bi zdaj šel še bolj podrobno, prav zaradi tega, ker nekatere skupnosti že obstajajo. Videl sem tudi na nekaterih zoomih, ker sem zraven, da so se zadeve razvodenele, so se na nek način zgubile, na nekih točkah so se nekateri zapeli zaradi osebnih interesov. Skratka, to so problemi, ki se bojo vedno dogajali in tudi sem pa tja bo kakšen film počel,
kar pomeni, da bo lahko eksplodiral in da bo lahko predstavljal popolnoma nekaj drugega, s čim se mi osebno ne bomo strinjali. Ampak to bo dani trenutek, ki je boljš, da se to naredi in da se zadeva izrazi, kot pa da imamo človeka, ki bo zdaj to skrival vse, pa kot tak šel spat v svojo družino in ta stres in to napetost držal v sebi. Zaradi tega skupnost tudi predstavlja eno zelo bogato obliko sodelovanja, suporta med sebojnega in tudi tisto, kar rečemo, človek človeku je zdravilo. To je eno, se mi zdi, od izjemno pomembnih zadev. Zdaj, če se spustimo v to, ko govorimo o problemu, še predno vrnemo se svet nazaj na dno piramide, ko imamo svoj problem in imamo potrebo, da to rešimo, je dejansko to ena problemska faza, ne? Ker mi imamo zdaj dejansko, tako kot sem uvodoma povedal, en kup enih zadev, kjer so nas stisnili v kot, voda, hrana, zrak. Da ne bi naštevali še, ne, ker je tega, kakor hočete, ne, plus te naveze, plus to vse skupaj, kar je zdaj maska za nekaj drugega, ne, kar gledamo, ta trenutna aktivna situacija je maska za neko posledično stanje, ki sledi. Dejansko nek transkomunizem v taki in drugačni obliki, to vsak lahko o teh točkah agende bere, da ne bomo zdaj to ponavljali. Ampak v tej problemski fazi, ko ima človek problem sam s sabo in problem z vsem skupaj, je dejansko treba odločiti sam pri sebi, da se odločimo, v kateri fazi smo sploh. In boste ugotovili, da smo v zelo pozni fazi marsikaterih dejavnosti, to, kar je Mihael rekel, oni so nas pripravili. Pripravljeni smo za peko. Pripravljeni smo za uničenje. Za njih smo zreli za aktivnosti, ki jih imajo v planu. Zato so te razvojne faze oziroma problemske faze zelo pomembne, da razčistimo sami pri sebi, pri čem smo. Če se s tem ne strinjamo, s tem, kar smo napisali, kaj se vse dogaja, potem ugotovimo naslednje. A smo zaznali njihovo javno načrtovanje? Smo. Agenda je napisana, točke grejo od prve do zadnje, klukajo, lepo pridno klukajo. In vsi tisti, ki to speljujejo, ne, ko speljujejo te plane, tako kot smo že rekli, od županov do direktorjev in vseh teh, ki pač to zadevo peljejo, oni so vsi pravzaprav v tem načrtovanem planu in si klukajo svoje naloge. Vzrok je sprožen, to je druga točka. Načrt, plan je jasen, vzrok je sprožen, smo v procesu s nastalimi posledicami, ja smo. Proces zaključen, so samo očitne posledice, ja to še ne, ampak v določenih stvareh pa. Ko gledamo hrano, ja, proces je zaključen, so že zastrupljeni, ne? Razni pesticidi, fungicidi, to že funkcionira, ne? To so že posledice, to je že odpisano. In se vprašamo dejansko, v kateri fazi smo, kaj lahko še naredimo, a se bomo samo o posledicah pogovarjali, a se bomo lahko tudi v določenih zadevah pogovarjali, ker lahko ustavimo določene procese. Potem sledi tudi, kaj je sploh problem. Sami pa sebi, da razčistimo, kaj je problem. Kdo je tisti, ki je nosilec tega problema? Kako je ta problem sploh nastal? Koliko posledic je že nastalo iz tega in kdaj se bo to nehalo, kdaj, a imamo kakšen načrt, kaj se bo časovno vse skupaj dogajalo. To so vprašanja, s katerimi probamo dejansko razčleniti ta problem že sami pri sebi. Pa imamo problem, da to razčistimo zaradi tega, ker ne moramo sami pri sebi tega razčistiti. Zdaj, da ne bi šel tle v podrobnosti, je šok. Dejansko tega prvega koraka je šok, ko skupnost ugotovi mrežno delovanje vseh trenutno aktivnih žarišč tega norega hodograma njihove agende. To se pravi, šok je tukaj, ko človek ugotovi, ko se enkrat spusti v to področje in ga začne raziskovati, ugotovi, da mrežno deluje ogromno enih aktivnosti v isto smer, v depopulacijo, uničenje, sestrupljanje in tako naprej. To je šok. In ta šok moramo preživeti, predno pridemo v skupnost, recimo. Zdaj naslednja zadeva, ko smo pa že enkrat že v skupnosti, da nas čaka nov šok, ne? To je šok, ko skupnost dojame kompleksen opis celotnega problema. Kaj je vzrok, kaj je posledica, ker marsikdo v skupnosti tudi ni zložil svoje slike v celoti. To vidim recimo, ko se dobimo, in se potem na neko temo zložijo samo tiste stvari, ki je vsak posameznik ve, da ne govorimo še o kakšnem strokovnjaku, ki iz prve roke še kar doda zraven, da te je groza, da dejansko v tistem trenutku šele dojameš, kakšna kapaciteta je to in koliko časa se to že počne in kakšne posledice so že
dejansko povzročene. Ne? Se pravi, imamo problem in ta problem ima vsebino. Zdaj moramo priti do tega, interes moramo imeti, kaj sploh tle noter, kaj se tle dogaja. In tukaj so informacije, dokazna gradiva, podatki, pa ne samo Facebook, pa določene mediji, tukaj so tudi informacije iz prve roke, ker podajajo ljudje, ki so v tem področju zaposleni, ne, ki so to izvajali, ki to počnejo, ne, ki to delajo. Potem moramo znotraj tega priti do tega, kdo je za in kdo je proti določenega stališča, ko se v skupnosti pogovarjamo. Primerjalna metodologija je zelo pomembna, zato je pomembno, da to pelje nekdo, ki zna peljati, da zna primerjavo delati brez zamer, poudarjam brez zamer, ker narediti neko določeno primerjavo in pripeljati ljudi v neko situacijo, da je vprašanje, če to, kar ti poveš, drži ali ne, ali je mogoče dvomljivo ali ne, da takrat človek ne jemlje to osebno, ampak jemlje samo združevanje informacij na enem kupu podatkov, dokaznih gradiv takih in drugačnih. Ne. Aktivno znamo poslušati in sodelovati, kar sem prej povedal, informiranje o tej skupnosti je tudi dejansko zavestna priprava za odločanje. Če tega nimamo v planu, pa boš, da v skupnost ne gremo. V skupnost moramo biti popolnoma odgovorni, da povemo, da stojimo za svojimi stališči, da jih tudi spremenimo po svoji vesti, če je to potrebno, in da znamo dejansko zavestno odreagirati na določenih zadevah do končnega rezultata. To pomeni rešitev, akcija. Ne? In zato pridemo potem do naslednje zadeve, ko govorimo o akciji. Je pa dejansko tako, ko ima enkrat skupnost pripravljeno problematiko, tudi neke oblike rešitve, kot je recimo to, kar sem rekel, v Belisu je pripravljena rešitev obrazec. Ali pa navodilo, ali pa usmeritev, svetovanje. To je akcija, to nimaš več kaj, ko samo speljati zadevo. Ne? Prav, ni samo neka filozofija, neko druženje zaradi tega, da se bomo pogovarjali, ampak imamo tudi določene rešitve. Zdaj, kaj je tisto, kar je zelo pomembno pa pri teh zadevah? Ne? Problem je individualen in skupinsko spoznan, sprejet in ovrednoten. Še enkrat ponovim to. Problem, ki sem ga imel in zaradi česar sem prišel v skupnost, se s pomočjo ostalih ljudi, z različnimi mislečimi ljudmi, z različnimi strokami in tako naprej, osvetli z vseh možnih področij in se odloči, kako bo sprejeta neka odločitev, da se bo zadeva na tak ali pa drugačen način probala premakniti. To se pravi, problem je individualen, je moj, tudi vsakega posameznika, skupinsko spoznan, individualno spoznan, sprejet in ovrednoten. To se pravi, če se strinjamo s tem, potem je zadeva zrela, da je ta prava, da gremo naprej. Imamo takoj kolektiv, ki sodeluje in nisi sam posameznik kot tak. Skupnost omogoča kolektivno energijo. Kolektivna energija, da jo prevedem v duhovno sfero, tisti, ki bi me zdaj popravili, pa prosim, da me ne popravljate, zaradi tega, ker ni potrebno. Energija kolektiva je podobno kot moja individualna. Energija pomeni, človeška ali pa kolektivna energija pomeni, da imamo namen in voljo. Če imamo namen, pa volje nimamo ni nič, če imamo voljo, pa namena nimamo, pa spet ne moramo nič narediti. Mi moramo imeti namen in voljo. To je cilj, da to dosežemo, da se potem tudi premaknemo. Kaj pa dejansko to pomeni? Kaj od tega je smer? Namen ali volja? Namen je smer. Namen imam, da se grem mami upravičiti, ampak nimam volje. Namen je, da dejansko imaš neko smer, volja je notranja energija, zavestna energija, ki te žene, da to uspeš. In če nisi prisoten, če človek ni priseben, prisoten, tega ne more speljati. Če je v paniki, če je odsoten, če je na kakršen koli način moten v določenem trenutku, on nima ne volje, ne namena. Kaj naredi človek, ko se ne počuti dobro? Se uleže, ker tudi stati ne more. Kaj njega briga pol namen in volja? Njegov namen je samo, da ne bi boleli, da bi čim prej minila, ampak on nima nobene volje. Tem je poanta odsotne kot napram prisotne. In ko smo enkrat v skupnosti, mi dejansko čutimo voljo in namen od marsikjerga posameznika, ki to daje. In mi dejansko, tako kot za to mizo, dobimo en kolektiv, ki daje, samo daje in daje in daje. Noben ne jemlje. Zakaj noben ne jemlje? Ker še ni zauzet. Ker najprej treba dati. In v skupnost gremo samo takrat, ko se imamo. Ko se imam, se lahko dam. Če se nimam, sem še vedno lahko zraven. Sem prosim, ne me danes dribljati, ker se ne počutim dobro. Imam pa namen in voljo, da to naredim, sem trenutno ne. To je poštenost, to je iskrenost. In ta odločitev pogojuje akcijo, ker če nisi odločen, se ne moreš aktivirati.
Ko imamo mi enkrat odločitev, bomo naredili vse, kar je treba. Upam, da smo tle jasni. Primarne prioritete so marsikje, ne pozabiti, jaz sem tukaj zapisal neke zadeve, ki, zdaj nekateri gledajo, kako bi zdaj odstranili določene ljudi in tako naprej. Ne gledati na te zadeve tako oddaljeno. Te zadeve so tukaj, blizu. Varnostnik, redar, župan. To so tukaj. Ti ljudje niso nekje v Ameriki, pa ne vem, kje še so. Ampak mi jih imamo tukaj. In zato so skupnosti v svojih krajih, da se mi upravimo z njimi, ki so v tem lokalnem delu. Ampak ne pozabiti na primarne prioritete, ki jih marsikatera skupnost malo pozabi. To je zagotoviti kakovostno pitno vodo. Ne pozabite na to. Zagotoviti kakovostni zrak. Zagotoviti pobudo neoporečne in kakovostne hrane. Zagotoviti ogrevanje. Zagotoviti osnovne higienske pogoje. Ker kdor je v skupnosti prisoten, pa da tega nima, mu je treba pomagati. Treba biti nekaj solidaren, pa s tem spriti skozi. Šele takrat mi lahko kreiramo odnos do sebe, odnos do zdravja, odnos do hrane, odnos do sočloveka in naravnih danosti in do življenjskih vzorcev. In moramo preprečiti kakršno koli obliko razčlovečenja, kar že oni počnejo. Zaradi tega pravim, določeni ljudje, ki se danes pojavljajo v teh skupnosti in probajo prevzeti neko politično vlogo, čim dlje z njimi. Zakaj? Ker grejo v sistem razčlovečenja, drugače ne morejo speljati svojih ciljev, če ne bojo hodili po glavah drugih. Žal, to se vidi, da se že dogaja. Nekatere skupnosti so se pač upognile in nekatere so odšli in te še vedno operirajo na ta svoj isti način. Nekatere skupnosti so pa ta človeka izločile in našli nekoga drugega in peljejo naprej. Zdaj, tukaj se pojavlja še en šok. Ne? Ta šok je zelo zanimiv. Pri sami odločitvi in akcijah se pa pojavlja šok, ko skupnost dojame, koliko in kaj smo vse prespali. Zdaj dejansko, ko prijete do nje take stopnje, ko boste prišli do svojih skupnosti, do tega boste videli, kakšno dojemanje bo posameznikov, ko spoznajo, kaj se smo zamudili, kaj se nismo naredili. 1 leto pa pol smo praktično stali. Mi smo 1 leto pa pol poslušali nekatere, ki so krmili, seveda se je naredili, marsikaj se je naredili. Samo zdaj prihaja čas, ko je treba pa zadevo speljati. Je treba pa premakniti. Ker oni premikajo, oni svoje delajo. Mi lahko delamo, kar hočemo, ampak oni svoje delajo, pridno delajo svoje in kljukajo. Žal. In zdaj, ko gledamo dejansko na te zadeve, tako kot smo jih zdaj dejansko navedli in napisali in razložili, upam, da je bilo dosti jasno, pridemo do tele slike na koncu in sicer jaz sem dolgo časa razmišljal, da bi tole sliko dal gor ali ne, ker tole sem imel prezentacijo za skupnosti lansko leto. Zdaj mislim, da bo to leto pa pol nazaj, ko sem en Zoom organiziral in smo imeli na eni skupnosti, prav to, ustvarjanje skupnosti. Smo imeli leto pa pol nazaj, je bila tale zadnja slika in sicer to zadnjo sliko bi rad ponazoril samo to, da v danem trenutku danes, v tej situaciji, v kateri smo, je potrebno biti mirjen, še enkrat ponavljam, umirjen, miriti, razum umiriti, ne nasedati na prvo žogo nikjer, nikoli, ampak veste, prva žoga je že bila zdavnej. Prva žoga je že bila in je že mimo. Ampak če ne ohranjamo to mirnost, potem nas bo odneslo. Če smo odsotni, nismo pri energiji, nimamo volje namena, kar smo prej povedali. Če si umirjen, si lahko zbran. To je drugi pogoj, ki je strahotno pomemben. To, da je človek umirjen, še ni pomenilo, da je zbran. Zbranost pomeni, da si dejansko na nek način, ne bomo zdaj v tehnikah pa tako naprej, da si na nek način čist. Da si osredotočen in odločen. Da si kolektiven in psihosocialno, duhovno in fizično silovit. Zdaj bo nekdo rekel, ko pa je zdaj to? Duhovno, psihosocialno in fizično moramo biti v ravnovesju, da ohranjamo zdravje. A drži?
Zdravo pomeni duhovno, psihosocialno in fizično ravnovesje, harmonija. Silovitost pa pomeni, da to znamo prenesti tudi na druge. Da znamo to vsebino, to svojo lastnost prenesti tudi na druge in imeti toliko energije, da znamo povedati tako, da nas drugi razumejo. Niti ni nujno, da nas razumejo, ker če so tako odkriti, bojo pač povedali, da ne razumejo, pa jim lahko še enkrat razložimo. Ampak da znamo biti toliko siloviti, da danes v tem trenutku, v tem času nas nihče ne more ustaviti. Ker kaj lahko naredijo? Lahko te ubijejo. Ampak če spremljate vse svete spise tega sveta, vam piše, ne boj se tistega, ki ubija telo, boj se tistega, ki ubija dušo. In tukaj treba biti zbran in to vedeti. In tukaj moramo biti toliko siloviti, da ne dovolimo, da bi se hranili z nami. Ker kdaj se oni hranijo z nami? Takrat, ko smo v strahu, jezi, žalosti, skrbi in pohlepu. To non-stop ustvarjajo, da smo v strahu, žalosti, skrbi, jezi, pohlepu. Zakaj? Ker smo njihova hrana, ker on, ne vem, koliko poznate to smo že govorili, jaz sem imel že en zoom na to temo. Mi smo na vsak način njihova hrana. In ne dovolite, da boste njihova hrana. Na noben način. In seveda na koncu ta zadnja točka, tisti, ki vidite tole slikco, je brezpogojen. Se pravi, moraš biti pa brezpogojen. Brezpogojen pa dejansko ne moreš biti, če nimaš volje in namena. Če nisi prisoten, nisi duhovno, psihosocialno in fizično silovit, ne moreš biti brezpogojen. Ker brezpogojen je spet lahko tisti, ki se da, ki se lahko da. Če se imaš, se lahko daš. Da si iskren, pa da si pri tem dobesedno kompleksen, da se čuti v okolju, da ne dovoliš izigravanja in da tisto, kar poveš, tudi stoji. Toliko mogoče za ta del danja smo bili predolgi. Ne. Če kakšno vprašanje še mogoče, pa če kakšna pobuda še, ker ko se pravi, še enkrat bi tle samo kot povzetek povedal, to niso pravila, to so smernice, kako ustvariti neko skupnost, ki je vedno sama svoja. Svojo vsebino, ampak upoštevati neka načela, da se sploh lahko skupnost postavi. Tudi podobno kot konstrukcija. Vi, ko delate drvarnico ali delate neko barako ali hišo, rabite neko konstrukcijo, da bo ta zadeva stala, da se ne bo podrla. To so te osnovne, bi rekel, osnovni parametri, da naredimo nekaj prvič pa takrat dober, da ne naredimo tako kot nekateri zdaj, ki so se trudili, naredili nekaj, vse skupaj nič, ljudje so pa razočarani in pol prenesijo to razočaranost naprej, kar je najhujše, ljudem dol pade sploh ideja v kakšnih skupnostih. Ne? Imam idejo in sicer idejo, glede na to, da smo skupnost Belis, ne? In da se to zdaj že eno slabo leto dogaja. Imamo pestro sliko članov, ki so posejani po vsej Sloveniji, ne nazadnje tudi po Evropi in svetu. Pa vendar gremo zdaj na to slovensko področje, nekako se ljudje želijo povezovati. Tudi z marsikaterega konca Slovenije pišejo, mi bi radi izvedeli, kdo so še člani društva Belis, kajti na ulici, na obrazu, na očalih, na oblekih pač to ne piše. Tako da ljudje, ki bi se želeli povezati iz istega kraja, še vedno velja poziv, še vedno velja akcija, da stopite stik sami s sabo, tako kot je Rajko zelo lepo povedal, umirjeno, zbrano, osredotočeno, odločno, z željo po kolektivnem, duhovno, psihosocialno in fizično silovitem telefonu v društvu Belis, pokličite ali pošljite mail in vprašajte, kdo so člani društva Belis v vašem kraju. Ti si povedal, kako in kaj si treba pozvati. Dovolj je ena družina, dve družini, tri družine, da se povežejo, da nastane vzorec in po tem vzorcu, seveda ne da razpade, ampak ta vzorec, ki raste, postane potem za ožjo in širšo skupnost, kjer so prebivalci, seveda lahko vzorc, ki se potem širi. Imamo to, imamo orodja, rabimo samo še spodbudo od spodaj na vzgor. Če bi k temu ti mogoče še kaj dodal. Ja, glede na to, da nas z različnih koncev kličejo in dejansko želijo vzpostaviti neko, rečemo temu, logiko skupnosti. Ne govorimo o tem, da bi postavljal skupnost, ker gre za to, da nekateri ljudje sploh ne vedo, kako bi se tega lotili.
To ni vabilo soseda na kavo, lahko je povod vabilo na kavo. Ampak tukaj gre dejansko za nek odnos, gre za neko potrebo. Pazite, ko gre za potrebo, takrat mi točno vemo, da te noben ne more ustaviti, če je ta potreba zavestna. Danes je edini ta problem, recimo vidim to v različnih skupnostih, v tem, da recimo ljudje, ki bi želeli skupnost ustvariti, ne vejo, katero hišo vstopati in katero ne. Ne veš, kdo je cepljen, kdo ni cepljen. Zakaj? Tukaj za cepljenje igra vlogo, ker niso iste potrebe. Zdaj, če bo nekdo rekel, vse ena smo cepljeni, ni res, ker so čist druge potrebe. In v tem področju ni zadeva tako enostavna, kot se zdi, ker se določeni sosedje v določenih vseh sploh ne poznajo. Ljudje se v blokih ne poznajo. In to, kar je Mihael povedal vodoma, mi smo razdrobljeni, preutrujeni, nimamo časa, sami sabo smo, ne poznamo niti svoje lastne familije več. In to jim je uspelo, da so uspeli in oni vedo, da se bomo zelo težko zorganizirali, oziroma da se trudimo speljati. Verjetno tudi vedo, da bo nekje boljše, nekje slabše, ampak mi na drug planet ne moremo kar tako peš ali pa s kolesom iti. Mi bomo na tem planetu ostali ali pa ne. Zdaj, po kakšni obliki želimo ostati? Vprašanje. Kakšno potrebo ima nekdo, je vprašanje. Jaz verjamem, da nima vsak potrebe biti nek organizator ali pa nek čelni člen združenja oziroma neke skupnosti. Ni treba. Bo že nekdo, ki ga boste čutili v tem krogu, prevzel, ker boste čutili, da je človek, ki je ta prav. Ker ga po srcu čutite, po odnosu, po vsem, pa ni stručko vsega, ampak to, je, da zna zložiti stvari, da zna poiskati, da zna motivirati ljudi in da se ljudje z njim dobro počutijo. Govorim zdaj o jednini, lahko jih je več. Ampak če se to ne zgodi, pride do trenutka, ko bomo prepozni in se to ne bo več dal narediti. Ker ta agenda gre zdaj takim tokom naprej, da imamo še neko možnost odreagiranja, ker vse kaže na to, da te možnosti pač ne bomo imeli več v enem trenutku. Dragi Rajko, glede na to, da se čas rahlo izteka, ne želim si, da bi se čas iztekel tako, da se mi ne imeli. Ja. Če ima kdo vprašanje, lahko. Dajmo samo to, če je še kakšno vprašanje, ker smo rekli, da bomo minutko. Komu? Če je kakšna rokca, gospa Viktorija. Ja, a lahko jaz nekaj vprašam? Jaz vas zelo intenzivno poslušam, ampak točno to, kar ste zdaj na koncu rekel. Kaj pomeni, imamo še čas, da odreagiramo? Kaj pomeni odreagirati, razen tega, ker v Belisu poslušamo, se poučimo, dvignemo znanje, zavest in tako naprej. Kaj lahko še v teh skupnostih naredimo, oziroma kaj je to še čas za odreagiranje? Glejte, to bi jaz rekel tako, vprašanje je vsakega kraja posebej oziroma vsake skupnosti posebej. Ampak generalno gledano, recimo, če to si upam zdaj narediti zaradi tega, ker sem v tej vlogi, drugače tega ne bi naredil, ker konec koncev se mi zdi malo nesmiselno, da bi generaliziral zdaj ta odgovor, ampak dajmo reči tako. Ena skupnost, ki jo zdaj peljemo, ker sem tudi sestavni del te skupnosti, Marano zdaj je povabila eno zelo izkušeno gospo, ki prideluje piro. Je z kmetije, cela družina dela na tem že ne vem koliko desetletij. Mi smo jo povabili zaradi tega, ker imamo namen vzeti v najem eno večjo njivo v vasi, eni vasi, se pogovarjamo s kmeti in tako naprej, ker smo vsi prišli do tega, da bomo žito pa le rabili, da je pravzaprav pira tista, ki ključno potrebujemo, vsi, kar imamo na vrtičkih, smo vsaj pač povedali, kaj imamo, koliko imamo in da se mogoče še kakšen vrt naredi, pa se še kakšna zelenjava naredi za tiste, ki nimajo ali pa imajo malo manj. In skratka smo prišli do tega, da je ta gospa danes, pravzaprav zdajle, na prezentaciji v tej skupnosti. In dejansko tista potreba, ki jo imate v določenem okolju, je tudi recimo nek pravni vidik na šolo, na ravnatelje, to so te zadeve, ki smo jih tukaj že navajeni, ampak veste, vsaka skupnost ima eno celo morje enih potreb. Če si predstavljate recimo, da pogledamo samo korak 2 naprej, da se ta zadeva zaostri,
da ti dejansko do mesta ne moreš več, da zmanjka elektrike. Vse to, kar so pač že napovedali, da se bi zgodilo, razmišljajo nekateri, kaj v teh primerih narediti. Tako da delamo filtre za vodo. Delamo filtre za vodo, se pravi sod, v katerega lahko deževnico sesuješ, narediš neko, to recimo razna grelna telesa delamo. Glejte, zdaj ne bi na pamet govoril vsega, ker tisto, kar kdo čuti, ali pa recimo ljudje rečejo, a veste, če meni recimo elektrika crkne, jaz nimam ne plina, vse imam na elektriko. Ne? In zdaj so nabavili nek žar, da ga bojo od zunaj imeli, da če bo treba, in tudi zdaj recimo trenirajo, malo kuhajo in pečejo in tako naprej, da ti vidiš, kaj se bo zgodilo, če elektrike zmanjka. Mi smo imeli pri žledenju, ste videli samo, pri žledenju je bil primer, ko smo bili 10-14 dni, dejansko nekateri smo bili zelo, zelo dolg časa v takem stanju, da ugotoviš, da boš iz skrinja moral vse metati, če nimaš agregata, da boš moral nekatere stvari popolnoma preurediti. Mi smo imeli enega soseda, ko v hišo ni mogel, recimo, ne, je bilo vse na kartico, pa tako naprej. Skratka, lejte, to je treba malo razmišljati in tiste skupnosti, zato sem pa rekel, nekdo ima problem, ne, in ta problem hoče rešiti. In problem ni samo to, kar imamo trenutno aktivno, kar vidimo. Teh problemov so nam oni nasuli toliko, da se zdaj dejansko oža zanka, da karkoli pogledate, je lahko problem. Ker nekdo, ki ima problem v tem, da ima že doma neko alergijo, bolezen in tako naprej, ima problem, da dobi kakovostno hrano. Zato išče od kmeta do ekološke, od take in onake rešitve, ker rabi. Nekdo, ki pa ni bolan, oziroma ni zbolel, pa vnaprej ve, da hoče kakovostno hrano, potem jo mora najti zdaj, ne pa, ko bo kriza. In se zdaj tudi dejansko seznami kmetov lokalno pišejo, seznami šivil, seznami razni poklici, recimo tudi kovači in tako naprej, lesni različni strokovnjaki. Skratka, tukaj zdaj nastaja neka popolnoma nov pogled na stvar, ki je veliko bolj konkreten. Da ne govorimo recimo o zdravstvenih rešitvah, ker vi danes, če greste v bolnico, to je ena zadeva. Druga zadeva je pa, koga imate v bližini, ki lahko poskrbi za določene probleme, ne zdravstvene. In to so zadeve, ki jih ljudje rešujejo. Ne? Določene skupnosti so toliko daleč prišle, da so zelo veliko teh parametrov že nastavili za akcijo reševanja. Upam, da sem odgovoril. Hvala lepa, ja. Malo idej, no, da se mi je malo odprlo, kaj to pomeni. Ja, v redu, hvala. Prosim. Še kdo? Meni, če smem, živijo Nina, meni se zdi zelo se mi je, kako naj rečem, zacementiralo dobesedno, to dejstvo dati sebe, biti prisoten, biti zavedan, ker celo to čutim zdaj s celim telesom in poslušanjem vsem, mi smo v duhovni vojni. Ja. V hudi duhovni vojni, ki je pravzaprav, ko gledam samo svojo celico, to temeljno katastrofa. Ljudje smo strašno otujeni. Komaj se pozdravimo v stolpnici, komaj se pozdravimo v dvigalu, komaj se pozdravimo pred, vsi gledajo nekam stran, torej prestrašeni, umaknjeni, ne vem. In zdaj, kako ustvarjati to skupnost? Mislim, velikanski zalogaj. Ker če te soseda noče niti pozdraviti, če umika glavo stran in če se zalogaj skriva, kaj storiti? Mislim, strašno. In tu mislim, da je ta moment strašno pomemben, dati sebe, pomeni poskušati dati srce, sočutje, vse to, kar je temeljnega pomena, ker pač s puškami se ne bomo najbolj streljali ali morda tudi to, kdo ve, ampak prvo dejstvo je, da ti najdeš sogovornika, sočloveka, ki ima isto potrebo. To je to, kar se mi zdi strašno pomembno. In jaz moram reči, da sem naravno, hudo sem hvaležna za to predavanje, ker se mi zdi, da je krucialnega pomena. Sleherni trenutek prav čutim, ker čutim to neko lavino, ki je tam nekje, ne? In ki se, kadarkoli se lahko usuje. In kaj potem? Stara sem, lahko zdravje zašteka v hipu, kot ste rekli, lahko elektrika, lahko vse gre. Jaz sem tam nekje na 6. nadstropju, kaj, grem na balkon, pa skačem dol, kako? Ne? To so te zgodbe, ne, ki... Ne vem, a ste slišali to, kar je gospa zdaj vprašala? A ste slišali?
A lahko nekdo pove, a ste slišali tole vprašanje oziroma to trditev? Ja? Ja, slišali. Tukaj bi dejansko odgovoril naslednje. Ne? Vi imate trenutno ljudi, ki so odtujeni, bolj nekateri manj, v svojem lastnem okolju. Vsak od teh ljudi ima nek razlog, da je tak. Jaz to zdaj govorim bolj iz naslova tega, da ne bi sodili prehiter, da ne bi šli v sodbo določenih ljudi, tudi če vas ne pozdravijo, tudi če so togotni, tudi če so agresivni, tudi pustimo to, ker dejansko se ne ukvarjamo z njihovim življenjem, oni se pa ne z nami, zato se tudi ne pogovarjamo. Neki razlog je, da so oni taki. Verjemite pa v določenih kriznih situacijah. V določenih situacijah ljudje spremenijo pogled na sočloveka, ker ga tudi oni rabijo. Ni pa nujno. Ampak tisti trenutek, ko se mi damo in ko v danem trenutku se damo, takega človeka tudi presenetimo s tem, da doživi dajanje. Jaz bi tukaj eno točko poudaril, ki jo že 30 let predavam, tudi z področja umirajočih in pomoč hudobovnim. Brezpogojnost, se pravi iskrenost, prebija vse obrambne mehanizme. Ko nekdo reče, ne mi zdaj o tem se pa ne bom pogovarjal, to je obrambni mehanizem. Če vi čutite in imate tu energijo tega čutenja, kar želite sporočiti, vi kar sporočite, ker če ste sporočili tako, ko se zagreje, to pride skozi vas obrambni mehanizem, pride do tistega vira, iz katerega vi govorite. Ker smo vsi iz istega vira, vi ne morete zaščititi svojo zavest. Nihče jo ne more. In če sem jaz s svojo zavestjo aktivno prisoten v nekem okolju, bojo vsi tisti, ki niso imeli vabilo, da pridejo v to svetlobo, lahko rečejo ne, ampak čutijo, da so bili povabljeni. In na svoje vesti imajo zavrnitev ali pa prisotnost. Tako da ne delati zaključkov prehiter, ne ocenjevati ljudi na prvo žogo, to je priporočilo, ampak dajmo sebe in takrat, ko damo sebe, dejansko, ko damo samega sebe, ne morem drugače reči kot sebe, celega sebe, takrat dejansko pridemo do enega medsebojnega spoštovanja, ki ima čist drugo noto, čist drugo konotacijo, kot tisti, na čokoladi piše rad te imam. Ne piše čutim te. Na čokoladi piše rad te imam. In to čokolado lahko nekomu neseš in v filmih in vse posod gledamo, ko nekdo 100-krat v eni minuti reče rad te imam ali po enem filmu. Rad te imam, kaj je to? Če vprašaš človeka, a pa ti čutiš to osebo, pa je smok v grlu. Zakaj? Ja, prav zaradi tega, kar se zdaj pogovarjamo. In to bistvo skupnosti je, da se čutimo, ne da se imamo radi. Da se čutimo, da čutim stisko človeka in tej stiski prisluhnem, ali pa nas je 10, ko pridemo prisluhniti temu človeku in on se počuti. Ne more biti boljš, to ne more biti večjega zdravila, kot to, da drugemu stojimo ob strani. Ne da si pomagamo, da stojimo ob strani. Stati ob strani je pa veliko večja odgovornost kot pomagati. Pomaga lahko vsak. Stati ob strani pa ne more vsak. Še kdo mogoče? Ne bi reči zakupice. Ja, kar izvolite. Jaz bi nekaj, ki je bilo debata o tem. Jaz nedolgo nazaj sem vas prosila za kontakte in ste mi tudi poslali in tudi podpisala izjavo. In sem res dobila 90 kontaktov članov Verita in sem mogoče narobe organizirala ali poslala vabilo, kakorkoli, ampak resnično včeraj od 90 članov, plus še ostale, ki sem jih povabila, in 120 oseb sem povabila. Ko sem prišla na kraj, jaz sem se zjokala, ki je bil samo eden je bil, pa še to ne od Verita, ampak neki že stalno neki premikamo ljudi, tako da na koncu se nas je zbralo 20 in res grozno sem se počutila, kako res spijo. Tukaj tudi marsikdo še spi, oziroma sploh ne ve, kaj se dogaja v ozadju. Se potem nas 20, ki smo si resnično različni, ker eni vemo že ogromno, eni malo nič, ampak vseeno na koncu smo šli v eno trgovino in pa smo si izpostavili kontakte teh 20, ki smo in zdaj se bomo naprej nekako začeli. Jaz bom probala še vedno teh 90 še enkrat pisati
malček drugače, da vidim, da se bojo zopet prebudili, ker nimamo več dosti časa. Resnično nimamo. To sem pa zapovedati. No. Ja. Gospa Dolores, eno zadevo bi vam tlele mogoče samo dodal kot en support, če lahko. Vi ste razočarani zaradi tega, ker ste bila v pričakovanju. Če greste v te zadeve brez... Ja, če greste v te zadeve brez pričakovanja, se pravi, ne pričakujete nič. Lahko pride nobeden, lahko jih pridejo 3 ali pa 5 ali pa 10 let, pride tisti, ki bo prišel. Ampak na vzorcu, ki ga zdaj delate, sporočite ljudem, kaj počnete, tem ostalim in kaj ste naredili in dejansko dajte en vzorc, na katerega bojo pa mogoče prišli. In ne biti razočarani, če ne pridejo. Ker so ljudje, ki očitno ta problem še ne analizirajo in nimajo potrebe po rešitvi. In sploh se ne ukvarjate s tem. Dejansko delamo naprej, gremo korak naprej, kdor hoče, kdor noče, pa se ne bomo več ustavljali, ni več časa za pogled nazaj. Točno tako, ja. Hvala. Hvala tudi vam. A lahko še eno vprašanje? Izvolite. A ima kdo idejo oziroma kakšne so izkušnje? Kje se dobivate? V Domžalah se ena skupina dobiva zunaj, ampak zdaj je hudičevo težko zunaj, ker je tako mrzlo. Ti ne moreš tam 3 ure stati, ne? Je pa zelo težko prostor dobiti. Ima kdo kakšno idejo, kako do kakšnega prostora, ker sigurno je več idej? Glejte, tam, kjer se želi problem rešiti, oziroma kjer imate veliko potrebo, je že hiša zadost. V eni dnevni sobi, ki je dost majhna, se nas je 15 zbrali brez problema. Tudi po tleh sedijo, če hočete, topel je, čajčko imamo, debatiramo, tako da ne delati problem iz tega. Uradnih prostorov, kot imamo kulturne domove in tako naprej, mogoče je možno dobiti, največkrat dobimo zavrnitev županov, čim dobijo vsebino, kaj se bomo pogovarjali, tudi uradno preko društva ne dobimo prostorov, ker nam jih ne dajo, oziroma kaznujejo še celo plakate na plakatirnih mestih, ker to ne smemo početi in zaračunavajo kazni. Ampak gledajte, iščemo rešitev in ta rešitev, ki jo bomo iskali, ni javna. Zato vam ne bojo povedali, kje se vse dobivajo. Ker imate, tako kot smo rekli, imate svašta med temi ljudmi danes, ki so pripravljeni in plačeni za marsikaj, o tem pravim, ne bi debatiral, ampak bodimo vsem previdni. In tudi zdaj na Zoomu nas posluša marsikdo. So plačeni ljudje, ki nas poslušajo. In jaz jih pozdravljam zelo v tem imenu, upam, da bojo kaj dobrega slišali. Ker nas poslušajo, to je dejstvo, in sledijo. Ne? Tako da čisto vsega jim ne bomo dali, ne se malo potrudijo. Ne? Ja. Tamle vidim, da je gospa Elena dvignila roko, če se ne motim. Ja, pozdravljeni. Jaz bom pisala danes na mail, pa sprašujem, kdo bi bil v Mariboru na Levem bregu, biti pripravljen se srečati. Bom pa pisala danes na mail. Levi breg bo težko, ker imamo po poštnih številkah. Ja, lahko... Tako. Za okolice nekaj ljudi poznamo osebno, tako da to ne bo problem, ampak okolica je to spelika, tiste, ki poznam, so daleč od mene obstan, pa so že tukaj člani oziroma vedo, zakaj se gre. Tukaj imamo tudi eno vprašanje, mislim, da je nekdo hotel. Hvala, Elena, hvala. Predvsej informacij smo dobili tudi preko tega društva, ali pa imamo določene kakšne velike izkušnje še iz preteklosti. Zdaj pa zadnje stvari, mislim reči, pa nekako se upadajo. Recimo magister Kavčič je poznan, bivši predsednik državnega sveta, on je zelo aktiven. Davno, kar sem gledal njegov video, ki ga je posnel za Miklavža, to slučajno 6.12. Ampak je praktično o globalizmu vsemu temu veliko povedal in to vse drži. Poleg tega informacije recimo iz cerkvenih krogov, recimo Patre Gržan je lepo napisal Dremilo slovenskemu narodu. Poleg tega je zdaj ta zadnja informacija, recimo, ali pa pravzaprav izdana knjiga od Roberta Kennedyja juniorja, knjiga o Faučiju in vse te svinariji, leta in leta, če to obstaja, cel ta plan imamo skupaj. Zdaj, a je možno, da v slovenskem merilu, če drugače ne moramo pogovarjati tega društva, vse tisti, ki so najbolj informirani, dobijo en akcijski načrt, pravzaprav okrog tega, kaj lahko, ali se tam določene manjšne skupnosti lahko pogovarjajo, a je to možno narediti v slovenski, nam rekel, obliki kongresa, ko ga poznamo recimo po svetovni vojni prvi, Veste, ker se ima se izvedela, ampak to zdaj težko reči. Upam, da ste tole vprašanje slišali.
Tukaj gre predvsem za to, da se zdaj, ne samo po mojem mnenju, tukaj je mnenje zdaj tudi različnih ljudi iz cele Evrope, rečemo, kar precej takih, ki se s tem ukvarjajo. Tukaj bo šlo zdaj dejansko za, in že gre za en koreniti preobrat družbene ureditve, oziroma, dajmo tako reči, ta politika taka, kot je, bo padla. S politiko se ne bomo več obadali. Tudi, če nekdo planira nove volitve in tako naprej, lahko planira, kakor hoče, ampak mi dejansko v politiki, taki, kakršna je in takem načinu, kot je in s takimi vzorci ne verjamemo več. Sistem kot tak, zdaj, ko je že gospa imenovala sistem kot tak je gnil. Zelo dolga desetletja, če ne stoletja, in do te gnilosti smo zdaj prišli, da smo jo dojeli. In tisto, kar sem prvotno naredil v tisti pasici, hrana, zrak, 5G, 3, 4, 5, tega lahko naštevate, kakor hočete, ni področja, ki ga ne bi vključili noter, od malega do starostnika, od rojstva do smrti, ni praktično ene vrednosti, ki ne bi bila zmanipulirana. Do izobraževanja in vsega, kar smo imeli v tem sistemu. In zdaj se dejansko rojeva neka nova oblika, nekateri sprašujejo, se vračamo v kremenčkove. Ne vem, lahko temu tako rečemo. To mene sploh ne zanima, kako se bo temu rekli. Ampak določenih stvari, ki smo jih imeli, ne rabimo in jih ne bomo več imeli. Določene stvari, ki jih imamo, jih bomo spustili, ker jih ne bomo rabili. In smo pripeljani v to situacijo, zdaj, če bo nekdo rekel, da smo sami tudi krivi za to, delno tudi smo verjetno, zato ker smo bili tiho, smo videli, kaj se počne, pa nismo naredili nič, ne? To je res. Ampak oni so pridno štancali te svoje neumnosti in so nas naštancali tako močno, ne, da smo spacani. Iz te spacanosti pa zdaj ne moramo več isto kreirati, kot smo prej, ker smo spacani. Ne? In zdaj se mora videti dejansko iz vsega skupaj, kdo je čist. Kdo ima čist namen? Kdo ima človeški, humani namen? Kdo ima to borbo, da bo zdravo hrano pridobil? Kdo ima to notranjo energijo, da bo ustvaril, ne vem, energijo, ki nas bo hranila, ki nas bo polnila, ki nas bo grela? Kdo so ti ljudje, ki bojo na ta način, na popolnoma nov način, na zatrt način, konec koncev, ker patentirane, mnoge patente so spravili in so jih dejansko ugonobili, da ne bi prišli ven, pa gledajte, že električni avto in vse, kar pogledate iz preteklosti, kdaj je bilo to že vse spatentirano, pa so vse to ugasnili, pa niso dovolili človeku, da bi razvijal sebe v svoji čistosti, ampak ne, nastavljena je bila igra, da bomo v tej svinjariji na ta svinski način, nesramen način, morilski način sodelovali in še kar sodelovali, pa še kar pričakujejo, da bomo sodelovali. In zdaj tisti, ki mislijo, da se bo na isti način probali nekaj popraviti, ni šans. Ni možnosti giljotino pripraviti do tega, da bo jedilna miza. Nemogoče. Ali pa jo pripravite za poslom. Ni šans, giljotina je giljotina. In zdaj nekdo sprašuje, če bi lahko giljotino naredil. Ne moreš, ne lahko razdreš tisto, pa narediš les za lok, recimo. In na ta način je treba razmišljati, da določene stvari se bodo spremenile, strahovito se bodo spremenile. Mi to hoteli ali pa ne? Vprašanje je samo, kako bomo to hoteli in dejansko vi zdaj ne morete celo Slovenijo dobiti. Vi ne morete neko dvorano dobiti, ne vem, za nek kongres ali pa nekaj podobnega, ne morete niti te ljudi dobiti, ker boste podobni, enake ljudi dobili, ki se grejo isto igro. V teh skupnostih, v teh centrih moči se bo pa ustvarjala dejansko kot krajevna skupnost. Zakaj smo šli mi v izgradnjo krajevnih skupnosti, pa v razdrobljenost, ne več v centralizacijo? Prav zaradi tega, ker je ta skupnost rabila čist nekaj drugega kot Ljubljana ali pa neka Lendava, recimo, da ne govorimo nek Koper. So druge potrebe, ampak v isti državi, z istim sistemom dejansko. In to se da zgraditi, samo je treba reči bobu bab, ne? Pa uvršiti vse nepotrebno. Pa ustvariti, vrniti nazaj tisto iz preteklosti, kar so nam, tako bom rekel, kar so nam vzeli, uničili, pa preprečili. To je treba zdaj vrniti. In to, kar sem uvodoma rekel, ali je Šivilja strokovnjak? Boste videli, kako bomo hitro prišli do tega, kdo je vse strokovnjak. In kdo se danes prodaja za strokovnost, razni magisteriji, doktorati in božje matere, da ne govorimo še kaj drugega. Se upravičujem izrazom, ampak gnilo.
In zdaj nekdo pričakuje, da bomo tem ljudem še naprej verjeli. Ma ni govora. Ne samo verjeli, videti ga ne moreš več, ker je treba dejansko izločiti iz tega stanja, kjer trenutno je. Se morajo umakniti. In te nebuloze, te neumnosti, vse te zadeve, ki nas futrajo, pa pogledajte samo, kaj izjavljajo, danes eno, jutri drugo, protirečnosti gor dol. Kdo bo s tem imel še opravka? Ja, kdo hoče s tem imeti opravka? Tako je tako on. S kim si tako, si pravi Srbi, ne? Taki uživajo pri teh ljudeh in taki so tudi na plačilni listi pri njih. Še kakšno vprašanje mogoče? Ja, jaz bi prosim. Še eno vprašanje mogoče? Še vprašanje. Vi ste vmes o potrebah govoril in ste govoril med drugim tudi to, potreba cepljenih je drugačna kot potreba necepljenih. A se to resnično ločuje ali je tukaj tudi smisel nekega povezovanja na terenu? Tako vas vprašam po izkušnjah. Kaj pa vi mislite? Glejte, jaz sem odprta za vse, hkrati pa pri informacijah, kot jih dobivam, da to druženje ni dej bolj ugodno, sem skeptična. Imate občutek, da cepljeni nima druge potrebe kot necepljeni? Težko rečem, ampak z njimi se težko pogovarjam o teh istih potrebah. Glejte, mi recimo necepljeni ne moramo dati kar tako otroka v šolo, ampak tam pogojujejo cel kup enih zadev. Ampak najlažje je cepiti se, pa si pa rešil vse. Ne? Zakaj se ne cepimo, se ve. Dokaznih gradiv je celo morje, tako da ne bi okrog tega zdaj kradel čas vsem ostalim. Ampak nekdo ima občutek, da je svoboden in da je vse, kar se dogaja, čisto ok. Zato imate zdaj polno Ljubljano, če se greste zdaj sprehoditi, tle, ker smo na Brežju, je polna Ljubljana ljudi, ki je čisto vse v redu. Zame ni v redu, nič ni v redu. In nimam sploh te potrebe, da bi rekel, da je vse v redu. Ampak imam potrebo, da razčistim, da bo za vse res tako, kot je bilo, da je to svobodna volja in da mi noben ne more vtikati kot zdravemu človeku kakršnekoli pogojanje. In zdaj, ko me sprašujete, a je razlika? Seveda je razlika. Ker je njemu vse ravno. On se je predal. On se je predal tej norosti, ki se štrika. On se strinja z zastrupljanjem hrane, on se strinja z zastrupljeno vodo, on se strinja. Z vsem tem bi rekel, da se strinja. Še samega sebe zastruplja. A ne? Tako da jaz se pa s tem ne strinjam. Jaz se že s tem ne strinjam, da človek neužitno hrano daje svojemu otroku in sebi. S tem se ne strinjam. Ampak če to hoče, naj to naredi. Ampak potrebe so pa popolnoma različne. In tista tematika, ki bo v skupnosti, te ljudi sploh ne zanima. In jim je nerodno sploh priti v skupnost, ker par takih smo vabili. Ja, kaj boste pa imeli? Pa smo povedali, kaj bomo imeli. Pa so rekli, ja, se pa ni lažje se cepati. Ja, lej, pa se ne bomo, ne? Ampak to je dejstvo. To so različne potrebe. Mislim, ni bolj konkretnega kot to, ne? Vse odgovorjeno. Ja. Vse, ja. Tukaj imamo še eno vprašanje. Nina? Aha, Ja, Hvala, jaz bi se samo še zahvalila za to, ker novite, to je ena od potreb, ki sem jo jaz imela, da bi z nekom spregovorila. Ja. Hvala vam. prosim, prosim. ja, jaz se bi navezala, ravno bi se navezala na to, cepljeni, necepljeni, skupnost, potrebe, dati sebe, te razlike, razdeljeni smo. To je bilo ta temeljna zgodba, ki se nam je vsem zgodila, deli vladaj, to zdaj že vsi poznamo. Zdaj, jaz osebno doživljam situacijo tudi znotraj svojih osebnih odnosov, družine smo razdeljeni in odnosi so zelo napeti, zelo porušeni, mislim, skoraj nemogoča komunikacija postaja. Tako je, različne potrebe. In jaz se zdaj pridružujem, na Hrvaškem recimo, se skušam nekako pridruževati določenim skupnostim, ljudem, ki se povezujemo po spletu. Na spletu ugotavljamo, pač, da smo pravzaprav vsi smo zmanipulirani in prevarani, vsi, cepljeni in necepljeni, in počasi se to kristalizira. In zdaj skušamo, ker se zavedamo, da gre za duhovno vojno,
In ker se zavedamo, da sama ne morem ničesar, da se moramo združevati, ker mi smo se razrobili, tako kot sem slišala, da je Mihael že danes povedal. Torej, potrebno je povezovanje in zdaj, kaj je ta skupni imenovalec? Cepljenega in necepljenega, odraslega in otroka, ne vem, upokojenca in enega aktivnega človeka, ki je v službi. Skupno je pravzaprav to srce. To, dati sebe, zavedati se, kje sem, v kakšni, zdaj sem tudi jaz hodila skozi Ljubljano, me je groza, ko gledam to, pridružujem se, groza me je od te indiferentnosti in te mislim, kot da bi bluzili, kot da bi bili, ne vem, v nekem drugem svetu, noro. In jaz potem gledam in si mislim, da sem jaz še normalna, ali mislim, kdo je zdaj tukaj nor? Ne, mislim, dobesedno tako, človek se sprašuje, kje sem, kaj se to dogaja. In to je na celi črti tako. Torej, potreba moja, osebna, je izjemno velika, da iščem skupnost in jaz sem Belisom neskončno hvaležna. Pa so še nekatera društva, kjer smo prav tako zdaj, prav jaz sem bila ta, ki sem sprožila Zoom zgodbo, ker tudi se zavedam, med nami je vse mogoče. In sem prav skupino mladih ljudi jaz nekako zanimirala, da se o tem začnemo pogovarjati, da vemo, da si moramo zaupati, da se moramo odpirati drug drugemu in zato sem jaz za to predavanje danes izjemno hvaležna, ker mislim, da je to pravzaprav zdaj esenca, kako pristopiti k celi stvari, ker smo vsi zablokirani. Hvala, Rajko. Jaz bi samo na te dve zadeve, kar smo zdaj slišali, povedal en skupni imenovalec. Po mojih informacijah, ker poznam kar nekaj ljudi, ki se grejo v tej smeri, cepljeni svoje skupnosti organizirajo, ker so že ugotovili, da so okrog prenešeni. Zdaj so jim že obljubili na vsake 3 mesece cepljenje, ker draž bo necepljeni, antivakser. In zdaj so odreagirali na to s tem, da sprašujejo oni, kako bi svojo skupnost organizirali, ker vejo, da z mano ne morijo, ker nimamo skupnega interesa. Upam, da sem dosti jasen. Svojo skupnost lahko kreirajo na podobni bazi, na podobnih načelih, ker istega neprijatelja imamo. Beseda neprijatelj je zelo neugodna, ampak je. Ker je, ga lahko imenujemo, ga imamo, jih imamo. In znotraj tega dejansko, gledajte, bomo imeli pa skupni cilj. Tam trenutno skupnih potreb nimamo. Gospod Ludvik, izvolite. Ludvik, Rudolf je dvignil roke. Lep pozdrav, vsem skupaj. Mene pa zanima zdaj ena takšna specifična stvar. Zdaj, glede na to, da se pogovarjamo o teh združevanju v skupnosti, pa se sorte, mi smo se tudi že nekaj, par se nas je zbralo, parkrat, zdaj je to spet nekam utihnilo vse skupaj. Vsak je na svojem koncu, vsak ima svoje potrebe, kot ste že povedali prej. Pa me zanima, da je čisto specifično, ali že obstaja mogoče kak zdravnik tule, ali pa ne vem, ali skupina zdravnikov, ali pa, ki bi bili pripravljeni recimo delati nekako mimo tega sistema starega, no? Po določenih koncih je ugotoviti, da so določeni zdravniki, ki grejo malo mimo, ampak noben se ne želi imenovati, noben ne želi nobenega naslova dati in tako naprej. To je tisto, išči in našel boš. Ampak skupnost bo to lažje naredila kot posameznik, to je enkrat ena. Druga zadeva, ki je pa zelo pomembna, dajte malo pozabiti na zdravnike, pa pejte malo na holistični pristop. To ne govorimo o alternativi, dajte poudarjam to, ker to tudi 30 let že predavam, da alternativa pomeni nekaj namesto nečesa. Alternativa, lejte, to je izraz, ki so se tudi oni izmislili, tako kot teoretiki zarod. Gre pa dejansko za človeka, ki zna holistično, celostno pogledati človeka. Psihosocialno, duhovno in fizično, kar pomeni, da se bo ukvarjal z vzrokom in posledico hkrati. To je zdravilstvo. Ker naši zdravniki gledajo posledico. Čast izjemam, ki so slišali še za vzrok. Sam nimajo časa za njega v 7 minutah, pa niti dober dan ne more reči. Razen recept napisati. In iz tega naslova se dajmo spustiti zdaj v področje, ker imate znotraj svojega okolja sigurno nekoga, ki lahko celostno... Dajte, to je dosti že diagnostika. Teh ljudi ni malo po Sloveniji. Smo zelo bogati s temi ljudmi, ampak zaenkrat so morali biti dosti prikriti in je bilo prepovedano sploh njihovo sodelovanje z medicino ni bilo sploh dovoljeno. Zatiranje je bilo po celi črti.
Lahko povem iz Francije, iz Lyona, ko smo bili v njihovem onkološkem centru, pa Wiesbaden, Würzburg, tega bi lahko našteval zdaj. Povsod, kjerkoli smo bili, lete, so bili holistiki prisotni, zdravniki bili sam član ekipe. Pa ne si pa zdravnik in samo zdravnik, pa samo zdravnik. Ena neumnost, ki jo sem danes prebral, je to, da je zdaj Švica za Exit International, če ste slišali, za eutanazijo in področje tegale Dignitas, ne, nizozemski, in so dejansko eni in drugi prišli do teh kapsul, pa do teh načinov hitre smrti in tako naprej, ne vem, če ste brali na tem, ampak pa ste, kaj so mi pisali, sredstvo za uboj, to je uboj, ne, samomor, kakorkoli jemljete, zdravniško ali pa brez zdravniške pomoči, so to imenovali zdravilo. Zdravilo za eutanazijo se pa vzame, čak ima kakšno zdravilo, če te ubija. Še tam ne znajo spremeniti imena. Tok o zdravstvu in o farmaciji, ne? Sem gnilo, da tudi ta novinar, ki to piše, ne more biti tako preseben, da vidi, kaj piše. On bi lahko to popravil, če drugega ne. Ampak tako kas je bil, da se to napiše. In da nas spet kodirajo v sistem, da mi to požremo in smatramo, da je to zdravilo. Da si zdrav, samo mrtev. Zdrav, samo mrtev. No, jaz itak sem že ni skrivnost, da sem tudi onkološki bolnik, zdaj 4 leta pa pol. Pa sem že tudi upesil jih na plin lepo, zdaj se zdravim čisto na druge načine, zdaj že pa mi kar uspeva. V bistvu sem bolj hotel vprašati, recimo, ne vem, morda bi kdo rabi bolj, ne vem, na svet zdravnika ali pa kogarkoli, ali pa tudi določen, jaz vem, tudi v našem okolju obstajajo, ti ne verjamejo, ne vem, nekomu, ki se ukvarja recimo s homeopatijo, jaz to ne verjamem, nekako ne, jaz bi rajši zdravnika, ne. Pač ni važno, samo da bi bil zdravnik, pa da bi povedal recimo, jej, ne vem, čebulo, pa te bo pomagalo, pa bi bil ta človek zadovoljen. Mislim, v tem smislu bi mogoče bilo smiselno koga res najti, ali kako ga. Ja. Da bi tudi na tak način pomagali drug drugemu, ne. Dajte se malo povezati z društvom onkoloških bolnikov. Oni imajo zelo velike informacije, mislim, da so imajo na spletu tudi društvo onkoloških bolnikov, pa vam bo marsikdo svetoval iz svoje. Član, ja. No, in boste tam dobil informacijo in za pomoč, in za nasvet, in marsikdo, recimo, ker na tem področju sem zelo velik delal, marsikdo na onkološkem področju svetuje drug drugemu, bolnik bolniku, po svojih izkušnjah. To je včasih veliko bolj, rečemo temu, človeško, razumljivo in tako naprej, kot pa da bi koga, ne bom zdaj krivico nobenemu delal v stroki, ampak dajte biti čim bolj fleksibilen, pa čuteč, kaj kdo verjame, kaj ne, puste to, se tudi verjamejo nekateri, da je tole zdaj, kar dajejo, ok. Ne verjamejo, zakaj ne? Pa ne verjamejo, vse konc koncev, zakaj bi pesticidi in ostale zadeve bili strupeni, če jih nekdo je brez problema. In ti še celo reče, le, meni pa nič ni, ne. Sam, ko pride do tega, da mu na onkologiji rečejo, na debelem črevesu je rak, ne, pa išče vse možne ekološke zadeve, ker ima občutek, da bo tista zadeva mu rešila problem, ker se že 40 let baše s tem, ne bo v enem mesecu rešil problema, ne. Lahko še nekaj dodam tukaj? Izvolite. Se vem, če sem me slišal, ampak na onkologiji pa še marsikaj drugje sledijo samo protokolu. Jasne, to je. Samo protokolu. In večina, jaz vem, za 2 onkologin iz prve roke, ki ste mi rekli, če bi jaz imela raka, jaz ne bi bila tukaj. Jaz bi si poiskala alternativno stvar. To je to. Po protokolu. Ja. No, evo, zdaj bom pa malo pauze še imel, ne? Ja, ok. Ne, pauze, sploh časa za to. Elena še želi na kratko, potem pa si naredimo pauzo. Elena, prosim. Čisto na kratko. Gospod Mihael, iskrena hvala, ta vaša predavanja so izredno dobra in kvalitetna. Nadalje bi prosila Ludvik Rudolfa, če na društvo Mihael Beles pusti svoj elektronski naslov, da pridem z vami do kontakta. Pa kaj bi vam svetovala, gospod Ludvik, mogoče bioresonanca, no jaz nisem taki velik kot vi, ampak sem si z bioresonanco veliko krat pomagala pri zdravniku, že leta nisem bila, jaz ne vem več, kako to zgleda. Jaz pač grem edino še za drugega zdravnikov, po kako stvar pojem. Mogoče kot gospe Viktoriji Bevc, kot odgovor na potrebe tepljenih, netepljenih, moje izkušnje, ker moram pač po stroki delati z cepljenimi,
Lepo prosim, iz mojih izkušenj povem, da se ljudem na zdravju to močno pozna, tisti, ki so pač v dobri veri šli po potitke, jaz temu pravim, telo peša, poleg tega pa glede na to, kaj vse imajo v telesu, po domače povedano, ljudem se možgani pisajo. Bi se temu po domače rekla, pa da ne bi kakšen pridevnik napačno uporabila. Resnično, to, kaj naredi v telesu, to plus kombinacija zdravil, ki jih imajo, mozak odpoveduje, napavničarki odpovedujejo pa tudi po mojem laičnem opazovanju, tam, kjer vidim močno tudi ledvice. Ledvice, mehur, skratka vse je povezano s tem, kdo je pač šel po potitke. Tako da z temi ljudmi ne moramo iskati istih paralel, tudi mlajši, ki so šli na potičke, enostavno s tistimi ne moreš komunicirati. Ker tisti samo obsojajo nas, zakaj, pa te mi tako ne mislimo, ker tako je pa to treba. Ni paralel, žal ni, tudi jaz sem svoje skupnosti, so ostali še samo tisti, ki isto razmišljajo, kot jaz, ki gledajo v isto smer. Drugim je žal, ne gledam v isto smer, ne morem sodelovati. To je bilo z moje strani, hvala. Elena, jaz sem ti poslal tule na chat, sem ti dal moj mail. Hvala. Super, jaz sem ravno to hotel predlagati, da si tukaj izmenjata, ker mi smo tukaj dosto obremenjeni. Elena, iskrena hvala za to pohvalo, moram pa nekaj pripomniti. To niso moja predavanja Mihael Belisa, to je društvo in jaz se enačim z društvom, ni to Mihael Belis, ampak to je društvo, kjer smo vsi kot eno, kjer se čutimo to, kar je Rajko danes govoril. Tako da, iskrena hvala, vse se potrudimo, delamo, posamezniki, vsak na svojem področju, tako kot je Rajko povedal, kdo je strokovnjak, pride Šivilja in nam po novem zašije stvari. Meni je tako dobro eno zadrgo, rekel, to je strokovnjak. Potem razna popravila, razne stvari, ki jih ljudje ročno znamo delati, to so strokovnjaki, zrokovnjaki. Ne pa oni, ki sam govorijo in so imajo travco v hrbtenici in se upognejo na vsako komando, to so ubogljivčki. Tako da, gledajte, mi rabimo zdaj tukaj, se pravi, mi smo imeli zdaj, veste kaj je zanimivo, ne? Opazil sem, da sem napisal pač na tole Zoom, ko sem vam poslal po mailu, pa tudi le sem sprintal, piše program, ne? Mi smo programirali ta večer, smo ga programirali, se tudi na televiziji kanal minješ, še vedno je potem program, ampak gledajte, ker smo mi tukaj ljudje, ki imamo svobodnega duha in pustimo, da ta duh gre. Ne zato, če je ura 18:03, pa bi mi morali to ob 17 zaključiti. Ljubi Bog, hvala Bogu, da ljudje ne čakajo, da je komaj konec, ker je potem muka, ampak čuti se, v energiji se čuti, da to rabimo. In če pride to iz neba, dajmo si to vzeti, ker to je darilo. In ne čakati rezultatov, ne čakati nekih, tako kot je gospa prej rekla, ni bilo nobenega, ali pa je prišel eden. Lejte, pričakovanja se uresničijo takrat, ko je zadeva zrela. In zori, počasi, ne v vseh. Glejte, zdaj se v skupnosti, tisti, ki niso cepljeni, tisti, ki so cepljeni, tisti, ki so dvakrat cepljeni, a zdaj bomo delali pa pač različne kantone, ne? Pa različne župane, pa različne občine in bomo napisali vas dvakrat cepljenih, vas enkrat cepljenih in tako naprej. No, skratka, gledajte, iskrena hvala za to pozornost, za to energijo, za to čutenje, za to srce. Delamo skupaj. Jaz bi tukaj še enkrat izpostavil, leta 87 je moja Viljana žena naredila Elis center za novo kakovost življenja. Leta 87 je delala kakovostne stvari, ker je videla, da ni zdrave hrane. In je odprla tako imenovani prvi makrobiotični center, bioprehrano. Potem so najo na križ pribijali 15 let, 20 let. In rezultat tega pribijanja je danes, da smo tukaj skupaj in se skupaj trudimo za to boljšo kakovost življenja skozi društvo za srečno življenje. Zdaj, ko sem tukaj to poslušal, sem si rekel, a veste, tako me je čustveno prevzelo, kako moramo paziti, kaj rečemo, kaj si v življenju želimo in kam nas naše misli vodijo, kajti vse to se potem uresniči. Zato pazite, kaj mislite, pazite, kaj govorite,
osredotočimo se na rešitve, na pozitivne stvari. Zdaj pa res predlagam 15 oziroma 20, ob pol recimo se dobimo 20 minut pauze, da kakšen čajček popijemo, pa se potem dobimo, se pravi, ob 18:30, kjer bo pa tema se samo nadaljevala. Imamo tukaj strokovnjaka danes, a ne, gospod naš član Miha Verčič bo preživetje in preživljanje v naravi v praksi vam povedal, kako se tem stvarem naprej potem v skupnosti realizira. Se vidimo, srečno.